Kaj je razlika med odraslimi pa mladimi? Mislim, da mladi nimajo, imajo zelo dober, ko se reče, ta senzor za bullshit. Imaš te ene, zakaj zmeram jaz, ne? Pač, ker zmeram ti, ne? Zmeram ti klepetaš, zmeram si ti, ne? Ja. Zakaj zmeram ti, a ne? Kot za osebo z invalidnostjo, ne? Plus to, To da si ni. ful dobro rekel, to bom stavil. Osebo z invalidnostjo. Ja. Se pravi, jaz nisem invalidna oseba, ampak jaz sem oseba z Ja, invalidnostjo. vzhičena, ne, se pravi, pač jaz sem Balkanca, ne pa na Gorenjskem vzgojen, tako da čustva so pri meni vzhičen maksimum. Okay. Darko želi tudi mogoče en dan biti stand-up komik, ne? Imel bi še dva prijatelja z invalidnostjo, ki bi se imenovali Triple Creeper. Bliže, Mike. Veš, kako je najbolj, tako da te gleda, pa nekje eno pes stran daš. Pa, tako smo ugotovili. Tako nekje, ja. Drugače, če pihaš noter, veš, imamo avtomatizem in menjava kamere na zvok. In pol, če zazna, ko jaz govorim nekaj od tebe, pol bo šalta in pol zna ful hitro skakati, pol se zna pač zmesta, ne. Tako da tle nekje smo ugotovili, da je najboljša daljava, da tudi, kad dihaš mimo, a ne. Ja. Tako da, the best. Darko Đurić. Kako si? Odlično. Ja? Ja. Zakaj? Pa ne vem, dobri časi, kako bi temu rekel. Ja. Veliko stvari, ki sem si zadal, mi je uspelo v zadnjem obdobju, tako da Aha. lepo se zdaj neko novo obdobje obita. Pa, dobre volje sem, ne vem, kaj naj rečem, lepo vreme je. The best, Vse je the super. best. Na kaj imaš zdaj največji fokus? Predvsem to, da bolj ta svoj posel oziroma dejavnosti razvijam. Prvič sem se zdaj preselil na svoje oziroma prišel do stanovanja lastnega, tako da tako da je veliko je takih zanimivih stvari, no. Predvsem pa to, ja, da čim bolj probam biti aktiven, da živim, da uživam in da čim več dam, kar lahko. Top. Da mi poveš, čim se ukvarjaš, ki si rekel ta biznis, pa tako, kaj so tvoja področja, kjer se zdaj udejstvuješ? Zadnje leto sem se najbolj začel fokusirati na te motivacijske nastope. Že prej je bilo ogromno teh povabil, ampak zdaj sem to malo bolj resno zagrabil. Se to bolj začel iti resno, ne, tudi da sem samozadosten. Tako da, ja, ogromno teh podjetij, konferenc, tudi šole in se mi zdi, da tudi odzivi so zelo dobri in da se lepo razvija vse skupaj. In tudi zato si tle, ne? Ker so se povezala, ti si meni pisal na LinkedInu, če se prav spomnim, pol sem jaz tebi itak, takoj so se zmenila, ujela. In ko sem jaz razmišljal za podcast, a ne, kaj bi bile teme, in sem si izbral ta šolstvo, vzgoja, starševstvo, odraščanje, sem rekel, okej, tle rabimo zdaj vse, ki se ukvarjajo z najstniki na tak drugačen način, vključiti noter, da predvsem povemo iz izkušenj, a ne, kako mi doživljamo vsaki svoje vloge, a ne, eni imajo več, jaz bom še imel, nimam še najstnikov, več vlog, a ne. In predvsem na to bova dala fokus. Tako da, motivacijski govorec v šoli, a ne, kako ti je bilo prvič iti v šolo, a ne, se pravi, nova publika, najstniki so zdaj tam, a ne, in ker je malo drugače kot odrasli, predvidevam, no, kako si ti to doživljal? Ja, moje prve publike so bili mladi otroci. Okej. Ki me v bistvu, mislim, da moja krstna botra povabila, da sem šel v njeno šolo k njenim učencem, pa neke te birmanske skupine, veroučne so bile na začetku. Kaj je razlika med odraslimi pa mladimi? Mislim, da mladi nimajo, imajo zelo dober, ko se reče, ta senzor za bullshit in hitro zaznajo, kdaj si iskren in kdaj nisi. In recimo zdaj tudi po starostnih skupinah je zelo različno, a ne, tam nekje do 6., 7. razreda ponavadi so zelo odprti, veliko sprašujejo, tisti višji razredi že mogoče imajo malo te blokade kdaj, ampak če se jim znaš približati, če jih znaš animirati, predvsem to, da vidijo, da nisi tam nad njimi, a ne, se pravi, da nisi prišel njim pametovati in jih nekaj učiti, ampak da si pač z njimi, se pravi, da razumeš, da probaš razumeti, v kakšni situaciji so sami, takrat se tudi sami pol bolj odprejo. Zanimivo, ne? Ko vsi ljudje. Tako je. A ne da.
The best, bova se vrnila na to. Mečke na kratko tvoje ozadje, a ne, paraolimpijski športnik. Sej smo že, ne, kdor te pozna, je lahko že veliko teb slišal, prebral in tako. Me predvsem zanima, kako si šel, a ne, se pravi, si športnik in pa se ta kariera konča. Si že med tem, ki si športov počas, biznise, a ne, ki sva se takrat tudi menila na pijači, da imaš tudi neke start-upe pa tako, ne. Si že med, ali si bil tako, ke so tudi športniki, ki končajo in pol ima, ne ve, kaj bi in pol se mora znajdeti. Ja, jaz, ki sem še plaval, v bistvu veliko sem že delal teh motivacijskih nastopov, oziroma veliko proti zdaj ne, ampak do takrat pa nekaj je bilo. Ker zame je bilo to malo drugače, ker kot športnik sponzorjev res ni bilo nekaj veliko, sem pa lahko mogoče kakšen evro takrat zaslužil na ta način, ne, da sem me kakšno podjetje povabil in da ni bilo čisto tipično sponzorstvo, ampak da je bilo tako, ne, da se je kaj naredil. Vmes sem že tudi neke tako poslovne priložnosti iskal, ampak je bilo vse bolj tako, kot ne. In tak manjši fail, ampak probal sem, videl sem, kaj me zanima. Pol, ko sem zaključil kariero, pa ja, jaz nisem bil glih pripravljen na to, ker sem vsaj malo kasneje to planiral, da se bo zgodil. Ampak me je takrat verjetno rešilo ali pa tako mi zelo pomagali, da sva z Gregom Nachtigolem zaštartala startup. Kar je pomenilo, da iz tistih ciljev, ki so kot športnika, ne, imaš vedno visoke cilje, vedno točen fokus, kaj hočeš doseči. In ko to končaš, se je glava malo zgubi, a ne, nimaš več tiste ciljne usmerjenosti, kot si jo prej navajen, ampak v startupu je spet to, a ne, ker tam vedno neke deadline loviš, vedno imaš neke cilje, vedno moraš rasti. In jaz mislim, da to prehodno obdobje, ko je bilo, prva leta po karieri, da v bistvu mi je to zelo pomagalo, da sem ostal nekako fokusiran. Cool. In jaz mladim dostikrat rečem, ne, pa daj šolo izkoristi za veščine, ki jih lahko buildaš, a ne. Se pravi, disciplina, ne zamujaj, konsistentnost, komunikacija, spoštovanje in delaj stvari, ki jih ne maraš, da prideš do rezultata, a ne. Se mi zdi, da mladi danes veliko njih živi v utopiji, da ki si pa odrasel, ne, pa delaš samo stvari, ki hočeš, pa želiš in ti je top in še konec meseca si plačan, a ne. Pa vsi vemo, da ni tako, a ne. Če greva v to športno kariero, a ne, kako, a veš, jaz nisem imel opravka z paraolimpijci, ne da delam razlike, a ne, pač zame si človek, sej, a ne, dosto da jim povem po tvoji pijači, ne, meni je Darko Đurić povedal vic o invalidih, ne, tako da jaz zdaj lahko legitimno, a ne, legitimno, malo dovoljenje, a ne, veš, kaj mislim, a ne, se pohecam kaj na ta račun, smo sam ljudje, vsak ima, ti imaš pač to hibo, jaz imam neko, vsak človek ima neki in vsak misli, da je njegov problem največji, a ne. Pa kako izgleda, a ne, trening oziroma je kaj drugače od plavalcev? Mislim, fizično ja, ker imaš telesna konstitucija je drugače narejena, ampak sam pristop treningu in sam fokus na rezultate je kako izgledal pri tebi? Ja, mislim drugače. Jaz sem zelo pozno začel plavati. Pri 18 sem s treningi aktivno začel, se pravi, nisem imel tiste podlage od mladih let. Sigurno je drugače to, ker ne, se tudi trening se vedno prilagaja glede na specifike oziroma fizične sposobnosti športnika. Pri meni je bilo to, ali pa pri športniku invalidu je to še veliko drugače, ne, imaš različne tipe poškodb, od amputacij do poškodb hrbtenjače, do mišičnih distrofij ali pa drugih, ne, različnih zmožnosti in vse je trener more malo poznati te specifike. Pri meni je bilo pač tako, da jaz sem plaval z eno roko in je bilo seveda treba dozirati obremenitev rame, ker glede na to, da plavalec naredi določeno število monotonih gibov. Zdaj, če imaš dve roki, se to malo izmenjuje, jaz sem mogel vse z eno delati. In vedno je bil tisti poudarek na rami, se pravi, karkoli je bilo kakšna bolečina, vedno smo pazili, ne, da nismo šli čez mejo. Enkrat sem sicer imel natrgano mišico, ampak ni bilo nekaj tako hudo. Tako da veliko je bilo tega, no. Pa trener mora dejansko razumeti, ne, da, mislim, zanimiva izkušnja mi je bila na Nizozemskem,
ko sem pač prvič v življenju tako plaval v skupini plavalcev, se pravi, da je bila njihova paraolimpijska ekipa, pa jaz pa z njimi, bilo 14 plavalcev in trener je enkrat, ko je postavljal tudi pravila, ne, se pravi omenjal, nekih pravil se je treba držati, če delaš v ekipi. Jaz pač nisem dobro razumel, ker sem vedno sam plaval, ne. In ko smo imeli en skupen sestanek z ekipo, je rekel, lejte, so plavalci, ki so, ne vem, koliko sem bil jaz, pa še en moj konkurent, ki so bili sposobni tam okoli 3 km do 4 delati na treninga. Ne. Potem so pa oni plavalci, ki imajo manjše poškodbe in oni seveda delajo 5-6 km, tako kot plavalci na invalidi, že skoraj podobne treninge. Ampak to ne pomeni, da sem jaz manj treniral, ampak sem glede na moje zmogljivosti treniral to, kar sem lahko. Ne. Se pravi maksimalno. Jaz sem bil tudi, recimo, če sem 4 km preplaval, sem bil skoraj 2 ure v vodi. Ne. On je v 2 urah preplaval 5-6 km. Tako da tudi obremenitev rame ni mogla biti taka, kot je pri unih. Se pravi, jaz nisem mogel narediti 40 km na teden, čeprav 2-3 tedne bi zdržal, pa bi mi pa rama šla, ne, ker bi bilo preveč obremenitve in smo vedno to mogli dozirati. No, tako da, to je mogoče največja razlika. Ok, se pravi, in koliko je, malo se že izpostavil, ne, pomembno razumevanje tle, trenerja s kom ima opravka, ne. Koliko je, si daj doživel, da te niso razumeli, da so tako od tebe zahtevali ful več, ali kako bi opisal ta odnos športnik, trener, kako so tebe tretirali, ne, na nek način, ali so te lahko, ne, razumeli, ali si čutil neko pomilovanje tam, da so te šparali. Pa ne, jaz mislim, da trenerje, ki sem jih imel v karieri, da so zelo želeli ali pa nek moj potencial izkoristiti oziroma mi omogočiti, da ga sam izkoristim. Priznam sem tudi kot mogoče mlajši še, se kdaj malo izkoristil kakšno to svojo hibo, da sem imel kakšen izgovor, kdaj predvsem to bolečino v rami, če sem kdaj imel nemotivacijo za treninga, ne, in sem pa vedno, rama me boli. Na koncu mi noben ni več verjel, da me res rama boli. Ampak to je tudi ena zanimiva, zabavna zgodba, ker enkrat res sem imel težave z ramo in so imeli s trenerjem en trening in je rekel, da je pa 50 metrov odplavaj, to na difu, to je 25-metrski bazen. Tako reče, ja, ko plavaš drugih 25 metrov, vedno začneš roko spuščati, ne, pa da moramo več trenirati, ne, da boš lažje zadržal ta položaj, ker vidim, da nimaš kondicije. Pa jaz ko, ne, mene rama boli, jaz ne morem, ne. Pa on tako, ja, daj pa še enkrat, pa grem še enkrat in mi roka dol pada. To je pač v plavanju, ne, da na gladini, pol pa če spuščaš, v bistvu ful zgubiš, ne. In jaz spet plavam, mi roka dol pada, on tako, ja, bomo mogli dvigati kapaciteto treningov, zato ker ti roka pada in nimaš kondicije. Pismo mene, rama boli, jaz ne morem roke gor držati. Ne. Dejansko jaz, ko sem po kilometru pa pol iz bazena prišel, jaz nisem mogel roke dvigati, toliko sem imel mišico zategnjeno. In potem se tako je 3-krat to naredila, pa je dejansko dojel, da mogoče me pa res rama boli, ne. In ko sem šel na pregled v tem zdravniku, so ugotovili, da dejansko imam toliko zabito mišico, da niti impulzi recimo niso več prišli do dlani, ne, ker so bili živci čisto stisnjeni in bi dejansko lahko do poškodbe prišlo, če takrat ne bi ustavili. Ampak zakaj mi ni verjel, ne, ker sem verjetno prevečkrat izgovor uporabljal. In pol, ko je res bolel, Ti pa ne verjamejo več, ne. Ja, lega, ne. Spet ta izgovor, spet, ali. Kao rama ga boli, pa drug dan pa na polno maha, ne. Zdaj pa spet govori, ja. Ampak kako je bilo, veš, ko če gledaš iz vidika športnika, ne, ko ti človek ne verjame, ne. Tebe boli, pa ti ne verjame. Si takrat to vzel pač ko, ja, okej, to je pač del tega, ali je, a veš, kaj mislim, rečemo na neki čustveni občutki, duševni ravni, tudi miselni, ali pač bilo tam, pismo mene boli, jaz moram pa tle še kar, kako si to dojemal? Ja, če zdaj za nazaj gledam, vem, zakaj mi niso verjeli, ne. Zdaj na trenerja ali pa kogarkoli, ne, ki je avtoriteta nad tabo, pač v različnih obdobjih drugače gledaš, ne. Zdaj, odrasli ljudje, ki se odločijo za nek trening, bojo čisto vse naredili, kar jim trener reče, mlada oseba se verjetno malo tudi upira temu, ne. In nimaš tega razumevanja, kaj ti on hoče povedati.
In jaz veliko krat tega nisem razumel. In pač danes vem, da zato mi mogoče niso verjeli, ker res sem več kakšen izgovor uporabil. Ampak mislim, da je pač odgovornost, a ne tista, da kar rečeš, da je res. In tako pol ti bojo ljudje verjeli, ne. Če pač uporabljaš izgovore, pa si izmišljuješ stvari, zato da, ne vem, malo hvatiš krivine, ali kako se to lahko reče. Pol pa vidiš, da ljudje izgubijo zaupanje do tebe in da ti ne zaupajo, a ne, da boš nekaj naredil, kar si jim obljubil mogoče, ali pa da nekaj je, kot rečeš. Ja, kar se doskrat zdaj, če tako primerjam, ne, gledaš, kako delamo z mladimi, ne, imaš te ene, zakaj zmeram jaz, ne, pač, ker zmeram ti, ne, zmeram ti klepetaš, zmeram si ti, ne, zakaj zmeram ti, a ne. In kaj dela, pa kaj enkrat ne, pa je sam zraven nekje, ne, ki pa avtomatsko vključijo noter, v to, da je on tudi bil del tega, ali pa celo on glavni krivec, čeprav ni naredil, ne. In se vidi, da si dobro rekel, ja, to je ta posledica, ne. Aha, nisi bil odgovoren prej, si se zlagal, zmišljeval, da ti je bilo malo udobno, ne. Tako je. Na dolgi rok je pa... Zgubiš, seveda, ljudje, a ne, zgubijo zaupanje, motivacijo do dela s tabo ali pa karkoli, ne. Sicer si omenil to, da rečejo, ne, in zakaj se vedno vse meni dogaja, ne. In meni ten rek zelo dober, a ne. Life is not happening to you, but for you. Se pravi, vse, kar se ti dogaja, se ti v bistvu, to ni, a ne, krivica, ki se tebi godi. Si pač del nečesa in se zgodi in si ravno v tistem trenutku. Da. In lahko je tudi za tebe, a ne, v tem smislu, ja, tebe opozarjamo, ker te želimo nekaj naučiti, ne, tvoje vedenje ne deluje očitno, ne, če te učitelji skozi opozarjajo, pa pride nekdo tretji na šolo, pa te še on mal, ne, in pol tako, mogoče to vzam kot signal, da ni tvoje vedenje delujoče za ekipo, a ne, lahko da je zate, ko si sam nekje, a ne, ampak ni pa za ekipo. Cool. Zakaj pa plavanje? To je pa eno najtežjih vprašanj, ki mi kdorkoli lahko postavi. Zanimivo. Ker sem štartal z odbojko, se pravi leta 2005 sem na mladinskem svetovnem igral, sedečo odbojko. Pa so pa na paraolimpijskem komiteju so rekli, da naj jaz poskusim plavanje, da bi bil zame to bolj primeren šport. Ker bi lažje recimo kot individualni športnik uspel. Tudi z eno roko, recimo odbojke, jaz nisem bil glih najbolj konkurenčen za ekipo, sem bil pa zelo borben. In zdaj sem takrat pa še rekel, ne, pa ne, tiste ploščice, kdo drug šteje, ne, pa to je dolgočasen šport. Tako sem pol nekako rekel, da probam in sem imel Radovec takrat pogoje ponudil, zdajšnji župan, Ciril Globočnik je bil takrat glavni, ko se reče, predsednik kluba, športni direktor in ko sem prvič prišel tja na sestank, tako rekel, ja, tebe bomo na paraolimpijske spravili. Jaz sem od prvega dneva naprej sem delal samo za najvišji cilj. Nisem nikoli niti prav zelo užival, ampak samo za cilj delal. Nisi užival. Mislim, tako zdaj. Ja. V osnovi je, če je prava hierarhija, ne, da nekaj uspešno počneš z strastjo in pol to preide v rezultate in uspehe. Sem pa si cilj postavil, pa sem rekel, okay, zdaj bom pa za cilj delal. Ampak mi je plavanje bilo super, ker če že tako pogledam kot za osebo z invalidnostjo, plus to, da si ful dobro rekel, da te bom stavil osebo z invalidnostjo. Ja. Prav, jaz nisem invalidna oseba, ampak jaz sem oseba z invalidnostjo. Se ful pomembno, kako se izražaš. Vsa stroka prereka, kako se pravilno označi tako. Pustimo mi stroko, poglejmo kaj, pustimo stroko v tem primeru zdaj, poglejmo kaj osebo bolj opolnomoči, ne, ko reče, jaz sem invalid ali jaz sem oseba z invalidnostjo. Se pravi, kera je una, ki te bo spravila v life, kera je una, ki te bo dejansko spravila v vlogo žrtve, rečemo, ne. Tako je, no, super, to je za debato super istočnica. Da sem pozabil, ki sem ostal. Ja, ni problema, se pravi, za plavanje je super za osebo z invalidnostjo. Ja, zame je plus to, da jaz doma, ki sem imel brata in sestr, vsi so neki peje, so na kmetiji pomagali, jaz pač na kmetiji nisem mogel ful pomagati. Pel nisem, ker če sem začel peti, so vsi zbežali, ne, se pravi, posluha nisem imel. So že dva. V šoli nisem bil glih največji super talent, ne, da bi lahko na tekmovanjih zmagoval, pa bi zato mi vsi ploskali. In na koncu sem na srečo dobil šport, kjer sem pa lahko izstopil, ne, in dokazal urednost. In ko sem to priložnost dobil, sem jo zagrabil. In posebej
pa plavanje je še zelo specifičen, ker ti si tam razgaljen, ne? Ti si pred ljudmi najbolj tak, kot si, ker v plavanju, v parašportu ti ne uporabljaš nobenih pripomočkov na tekmovanju. Ti plavaš s tistim, kar imaš. Jaz sem plaval z eno roko. Ko so ljudje videli, da plavam z eno roko in tudi, ko sem tekmoval z drugimi, se pravi z neinvalidi, oziroma z ljudmi brez invalidnosti. Tako, ja. Sem videl, kako ljudje pol primerjajo, kaj jaz lahko z eno roko naredim. In recimo nekdo, ki ima 2 nogi pa 2 roki, me ne prehiti za 4-krat, ampak samo mogoče za 1/3 bazena. In pol reče, bravo, lej, kako dobro plavaš. Meni se je enkrat ful dobro zdelo, ko sem na Nizozemskem plaval in na eni tekmi v Eindhovenu, ki dejansko smo tam imeli tudi z neinvalidi skupaj, pol pa popoldne je bil ločeno finale, se pravi, da smo se parašportniki v svoj finale uvrstili. Pride en trener do mene, pa reče, svaka čas, si pa tako dobro plavaš, ti si Phelps, kaj. In mi je tako popihal na dušo, ampak dejansko me je primerjal z drugimi, in ki sem mogoče tudi sam v določenih trenutkih nisem zavedal tega. Ja, res je, mislim, plavaš že drugo iztočnico, ko si uspešen, pa se ne zavedaš tega, oziroma težko to znotraj sebe, ko se ne vidiš tako, ker te svet vidi, ki misli, ja, ok, ajde, on je zdaj, dobro, razumemo, nima 2 nog, 1 roke, ampak plava, pa mu gre ful dober, blagor njemu, a veš, kaj misli, kaj še reče, ja, lej, pa lahko tam gre, jaz ne bi nikoli mogel, če grem zdaj plavat biti na olimpijskih igrah, on pa, ja, lej, se je edini v svoji disciplini, ali leke bučke si prodajamo, in ok, še to mi pove iz vidika športika, ki je dosegel neke uspehe, se pravi, več ali manj v paraolimpijskem športu, v plavanju, ljudje vejo, kdo je Darko Đurić, po celem svetu. A je res? No, ja. Mislim, govorim, ne govorim za vse, pa vsi, ampak kar se tiče, če gledamo zdaj, da bi jaz bil oseba z invalidnostjo, mlad človek, bi se odločil za plavanje, nekje po rezultatih bi preko slej naletel na tebe, kot, lej, kaj se da, On ima 1 roko, ti imaš pa 2, pa nimaš 2 nog, lej, da se, Kako si doživljal te uspehe, Sprav, sedaj si bil svetovni prvak, na olimpijskih pa? 4., ok. Bomo se dotaknila obeh, ker je zanimivo iz vidika, po moje, kako to doživljaš. Sprav, takrat, ko si bil svetovni prvak, se pravi, najboljši v svoji kategoriji, ali kako imate tam te kategorije? Ja, v plavanju imaš 10 kategorij glede na fizično poškodbo, prav od S1 do S10. S1 so tiste z najhujšimi, do 10 vedno manjša, jaz sem bil 4. Imaš 3 kategorije, S11 do 13 slepe in slabovidne, se pravi 11 so slepi, potem 2 slabovidnih, pa S14 je kategorija za osebe z motnjami v duševnem razvoju. Se pravi, to so, mislim, da je tam IQ nekje do 75, pa niso te, recimo, osebe z Downovim sindromom recimo ne pridejo v to konkurenco, zato ker imajo tudi druge, so to osebe, ki dejansko fizično ne boš videl, da je kaj drugače. Definitivno so pa neke motnje v pozornosti, dojemanju in tako naprej. Sprav na razvoju možganov. Ja, tudi motorično se kdaj vidi. Tako, če dobro opazuješ, vidiš razliko. Ampak jaz na Nizozemskem plaval in je bil tam eno S14 kategorij. Edinkrat sem videl človeka, ki je bruhal na treningu. Tok se je do maksimuma šel. Jaz ne vem, če bi bil to sposoben. Delečiti. Ja, ti si imel že, tako si rekel, rama, še ni ful velik mišic tle, se pravi, se verjetno prej utrud, da bi telu spravil na te ventile. Ja, pa še noge, pa roke, tako. In različne kategorije, pa na paraolimpijske, svetovno evropske se uvrščaš v svoji kategoriji. Glede na rezultat pa se pa po norme postavijo tako, kot so časovne, in pa se uvrstiš. Recimo, jaz sem se na paraolimpijske v delfinu vrstil v kategoriji S5, eni kategoriji višje, ker v moji kategoriji ni bilo uradne discipline. In sem pač to bil visok, da sem lahko v višji kategoriji plaval. So določene kategorije tudi malo združene, kot si rekel, mogoče je res, vse te nižje kategorije, ko so res specifične poškodbe,
nimaš glih take mase, a ne, ampak še zmeri je pa konkurenca močna. Ne, ampak bi ta argument, da se je mogoče malo lažje uvrstiti na igre, bi rekel, da je skoraj malo resničen, ker je manjše število ljudi, ampak moraš biti pa še zmeri v top povprečju, da sploh tja prideš. Cool. In na svetovnem prvenstvu si zmagal v S4, S5? S4. Na 50 delfin, pa 100 prosto. Bravo. In kako si to doživel na osebni ravni? Ja, veš, jaz sem treniral 16 let ples, nisem pa nikoli, ne vem, če se kaj šel tekmo zmagal ali pa tako, a veš, ne tako, ne, bili smo tretji na državnem v hip-hopu, pa šli na svetovno prvenstvo, ampak nisem pa zmagal, a veš, tako, kako doživljaš tisti trenutek, a ne, rečejo, svetovni prvak, Darko Đurić, pa mogoče pol 24-48 pola. Kdaj pride tu za tabo, če sploh pride? Ja, zanimivo je, ker tisto svetovno sem bil tako, da bi sploh šel, nisem se čutil pripravljenega, malo je bila glava zmešana zaradi nesveže ljubezni takrat, in malo me je tudi tisti London je bil 2012, zelo velik preskok zame, ker sem ogromno te pozornosti takrat pol dobil kot športnik. Tudi glava začela malo begati in pol se je... Ko rečeš begal, daj mi povej več o tem, kaj to pomeni, da ego trip se je začel. Verjetno tudi ego malo zraste, oziroma zelo, ne. Pol malo se je, trenerji probajo to kontrolirati, pa imaš ti pol občutek, da te malo dol tlačijo in tako, malo se neka borba začne in zabran, če bi danes to tako razumel kot zdaj, ne, mislim, takrat bi drugače seveda na veliko stvari reagiral, ampak sem bil tak, kakršen sem bil in tega ne morem spremeniti, ampak še zmeri so me prisilili, da sem na tisto svetovno prvenstvo šel, ker pač so rekli, Darko, vlagali smo vate, nimaš glih pravoglasja, ne daš goro, bo šel, ne bo šel. In sem pol še pri ogrevanju za prvo disciplino 50 delfin, oziroma drugo takrat, ker 50 krava sem bil 6. Sem jaz tam še neki besnel, da jaz ne grem na štart. Vedel pa sem, da medalja bo, zato ker smo bili trije, ki smo bili tako za medaljo, pa so bili pa drugi malo da stran od nas. In tudi, če malo slabše odplavaš, razen če si diskvalificiran, bi mogel biti noter, ampak jaz sem hotel zlato, zato ker sem imel konkurenta Čeha Petračka, ki sem mu eno leto nazaj odvzel svetovni rekord tam v Londonu. Jaz sem ga hotel valjda na svetovnem še premagati, zato da še tam zlato poberem in rečem, evo, zasluženo sem svetovni rekorder. Tam sem se ogreval, je bilo tako, spomnim se, da pač nič mi ni šlo, občutek v vodi je bil slab, po domu sem, da sem zmožen ga premagati. In pol je... Če si kar popi, a veš, te kombučice so tleti, odprem, to je sponzorsko, Merza je DOB Life, tako da lahko probaš. Ni panike, to smo kaj doma v dnevni sobi. Pol moram še pohvaliti. Ja, ne rabiš, ti kar povej, kako je, kakšen okus je. Dobro. Ja, ne, Merza ve, kaj dela. Merza ve, kaj dela. Ja, malo se mi glas zatika kdaj. Ja, to se pa reže, ne. Nič ne bomo reči. Nič? Ne, v redu. Mora biti cool, a veš, jaz sem rad realen, pristen, avtentičen, to so taka sva, ne? Super. Kaj če vas zdaj tlele neki igrat, kar nisva, sam pridni fantje ali pošteni. To mi je všeč. Ja, taka sva in dajva povedati, in če se ti zatika glas, narediš nekaj, da se ti ne. No, zdaj, a veš, kakorkoli bo še trajalo, a ne. Zadnjič se mi je zgodilo na predavanju, vedno sem brez PowerPointa delal, oziroma sem pa malo dodal te videe slike, in jaz sem IT-ovcem predaval tako 50 in nisem znal, ker sem dal video, mi moraš ekran podvojiti, mi na drug ekran predvajali. Ja, kje pa video? No, vidite, zato nisem IT-ovc, zato sam predavam. Ja, res je. Tako ne, poveš realno, ko je. Ja, tisto svetovno je bilo pa, ja, zdaj sem še tam pol bil tako v slabem moodu, da ne bom zmagal in še na štart sem šel v zoperen. Pol, ko sem šel, tam imaš protokol, se pravi 20 minut prej moraš biti v čakalnici, pol greš na štart,
tam sem se pač sprostil. In sem rekel, ok, bo kar bo, sprejel sem realnost tako, kot je. Sem rekel, tu če bom drugi, bo super. Konec koncev, ne vem, kdaj je nazadnje kdo za Slovenijo dobil medaljo na paraplavanju. In sem šel na štart in z unim Petračkom so se malo še tako gledali, malo se provocirali. On je bil vedno tak, je bil, če ni vedel, da ne more zmagati, prišel na to čakalnico tako čist tiha, ne. Če je pa vedel, da je favorit za zmago, je pa noter. Hey guys, how are you doing? Yeah, very well. Sem ga pa zmeraj, zdaj sem me pa provociral moje konkurente, tako sem rekel, ti si pa ful dobro pripravljen. Prav vesel sem, da si ti tisti, ki me bo premagal. A to je govoril? Ne, jaz sem. Ja. Pa malo smo se ta treštoka, smo se malo provocirali. Zelo pozitivno, če nismo bili tako nesramni. Ampak pa prikrito. Prikrito, ja, tak mind game, ko se reče. Tako. In grem na štart, plavam in gledam, sem ga skozi mečke, ni bil pred mano. Pa na koncu sem prišel v cilj, sem bil pa prvi. Sem ga premagal. Dejansko v predzadnjem zaveslaju, zato ker je on malo napako pri vdihu na koncu naredil in je malo zgubil, jaz sem pa pač v max šel in ga prehitil. In pol se sprostiš, ampak takrat sem rekel, ok, super. Me je bilo tako, cool, zmagal sem. Pač v redu. Tam, ok, himna, ful dober občutek. Pel jo nisem, ker krajš ne. Ja. Ampak res ponosen sem bil, ampak nisem se še toliko zavedal tega, si tam v tistem trenutku. Pol naslednji dan sem imel pa 100 metrov prosto, ki je pa v plavanju kraljeva disciplina. In tam sem vedel, da med 5, drugač pa težko medalje. Pol me je Mehičan Sanchez, Gustavo Sanchez Martinez, on je v Londonu zmagal na 100 pa 200 kravelj v moji kategoriji. Bil je pa tak, se pravi, eno roko imel, pa brez obeh nog. In on je bil res tako super talent. In mi tako reče pred tekmo, ja, Darko, prejšnji dan si ti zmagal 50 delfin, ki je tvoja disciplina, danes bom pa jaz 100 kravelj, ki je moja. Sem rekel, da se mi da to v bazenu zmeniti. Ok, nice. Let's talk about it in the pool. Pa on tako v redu, haha, In jaz Je že malo streslo, a? Ne, pa ni pričakoval, da bi ga jaz lahko premagal, ker res je bil boljši, vse osebne je imel boljši od mene. Zdaj, mogoče, če se tako postavim v kožo, da sem jači od tebe, boljši od tebe in pol priješ ti in rečeš, in jaz te nekaj podražam in tvoja reakcija je, bo se zmenilo v bazenu, si tako, čakaj malo, ne. Ker pričakoval bi kaj drugega, pričakoval bi tako nazaj, ma ja, ne bo nekaj, ti pa tako, daj pa se zmeniti v bazenu in pol si tako, Jaz očitno sem tam res nekaj globoko sebe verjel v nek rezultat, ki niti sploh ne zavestno, ampak podzavestno sem verjeten. Jaz sem prišel na štart za finale in plavam 50 metrov drugih, se pravi nazaj, in sem imel tega Mehičana na desni. In jaz tako vidim, da je on čist malo pred mano. Meni je bilo to tako, wow. Jaz sem mislil, da že tako na polovici bazena, on je 5 metrov pred mano, pa jaz lepo druge lovil. Tako da je ga probati to jeti, zadnjih 20, če pa gledaš na YouTube tekma in tako, sem jaz tam v zadnjih 15 metrih, tako da bi torpedo, turbino pržgal, pa puf, sem šel naprej. Sem tam v četrtim časom sem prihajal zadnjih 15 metrov, pa sem šel naprej. S tem, da sem še slabim prihodom v cilj, sem zmagal. To sem pa tako gor gledal. Kako kategoriziraš slab prihod v cilj? Recimo, da skalkuliraš, a boš prišel v cilj, se pravi tako, da se boš samo potegnil noter, ali pa boš, jaz sem pač naredil še en zaveslaj, ki se dejansko sem ene pol sekunde siguren zgubil tam. Na srečo sem bil že toliko naprej, da sem tudi s te komentatorji rekel tam, tako ves komentirajo, ja, zelo dober prihod v cilj, pa tako, ne, ni bil toliko dober. In jaz, ko gledam na tablo in rezultate, in še sebe spet pričakoval tam med 5, ko če bo bron, bo to ful dober, in jaz, ko gledam gor na vrh, Darko Đurić, first place, takrat sem rekel, shit, res. Wow. Takrat sem pa eksplodiral samo sebe.
veselje, ponos, Ja. vse. Kaj, kako, ne vem, kaj breme pade kakšno dol. Mislim, na tisti tekmi nisem imel bremena. Mi prejšnji dan verjetno dol padlo, ker sem tisto zlato dosegel. Ampak to, da prvo v 2 dneh 2 zlati medalji, to je bilo meni nerealen. Se zavedaš, da je to res izven serijski rezultat, da ni to muha in odnevnica, karkoli. In da tisto, kar sem prejšnje leto v Londonu dosegel, ko sem bil 4. in sem res nadgradil v naslov svetovnega prvaka. Ker konkurenca je bila pa tam ista. Ista je bila, ja. Sam, časi so bili malo počasnejši. Zdaj, če bi bili glih na nivoju Londona, ne bi mogel tega, ker tudi moji časi so bili počasnejši, niso bili pa slabi, ampak sem v tisti tekmi sem največ naredil. Ne vem, eni bi rekli temu sreča. Jaz mislim, da sem sam izkoristil priložnost, se mi ponudila. Mislim, na koncu točno temu rečemo sreča, res, kaj izkoristiš priložnost. Nekaj se zgodi, v idealnem trenutku si na idealnem času in zložilo se je tako, ampak še zmeraj si se do tega trenutka mogel pripeljati, niti bil dan. Jaz nisem mogel tega doseči. Če bi zdaj tako rekel, a veš, ko sreča, to skoraj tako pomeni, da lahko kdorkoli to naredi. Ne mora, mora se zložiti veliko enih momentov. Sem dobil tudi očitek, da je bilo tako, pa sej takrat so bili počasni časi, pa sem rekel prva, Ja, vem, sem še zmeraj si mogel najhitreje plavati. Ni glih, da si se vrgel v bazen, pa čakal na štartni rampi, pa so rekli, Darko, to bomo dali prvo mesto. Ni panike. Kot pri diktatorju, da ne bo žalosten. Tako, pa to je bilo tako prav občutki. Ko sem šel takrat po medaljo, sem pa bil res vse tako vzhičen, se pravi. Pa če sem Balkanca, ne pa na Gorenjskem vzgojen, tako da čustva so pri meni vzhičen maksimum. Ampak sem čutil res da ponos vse, da sem, zdaj sem pa nekaj naredil. Pa sem še en dan pozneje, sem bil pa še drugi na 200 prosto, tako da v bistvu v 3 dneh 3 medalje. In tisto svetovno je bil res en močen preskok. Veš, kaj me zanima, tu športniki dosežejo rezultate, vse the best, novinari, tretje, medalje, intervjuji in tako naprej. Ampak jaz ponavadi stekam, veš, ni važno, ker si stegel, pa priješ domov, odložiš torbe in si doma in se usedeš za mizo in si lačen in glih tako moraš jesti, ker Čmunke ni zdaj dosegel nekaj tazga, Si kdaj se opazoval v teh trenutkih, kako je, kaj bolj z navdušenjem ješ pol, ali pač sam tako, nov dan, kar je bilo. Predtem ješ normalen zajtrk, potem pa ješ zajtrk prvakov. Ne vem, takrat se siguren nisem opazoval, ampak obstaja pa mislim, da prav termin ta postolimpijska depresija. Recimo Michael Phelps je imel kar hude težave s tem. Ti gradiš na nečem in tudi telo ubremeniš, adrenalin, vsi hormoni ti delajo takrat, pol to spusti in na psihološki ravni siguran vpliva. Najhujše pa to, da ne glede na to, kaj dosežeš v danem trenutku, to naslednji moment nič ne pomeni. Si spet na začetku. In ta cikličnost je naporna, plus to, da ti si tam na svetovnem prvenstvu, ti vsi ploskajo, himna igra, te vsi gledajo, tako si oboževana. Ko priješ domov, te trener napizdi. Mislim, se te ne tako, ampak koliko nekaj ne narediš na treningu prav, si spet navaden smrtnik. Ampak priješ domov, pa srečaš sosedo, ki pač nese ven smeti in ne spremlja, kaj ti delaš. In si za njo si sam tako sosed pač. Enkrat v eni šoli en otrok, ne vem, koliko sem bil mlajši, so bili tam 3 razred. Tako razlagan, sem bil drugi na evropskem, ko je bila moja prva medalja in tako s ponosom sem bil drugi, pa en roko dvigne tako, zakaj pa niste bil prvi? Realno vprašanje. Super, in v nekem okolju to ful pomeni, ampak na koncu si samo v plavanju, jaz nisem, v fiziki prvak, jaz sem samo v plavanju. In ta realizem, ki ga moraš sprejeti,
ko ti ego odnese, ti seveda odnese, si misliš, kaj si ti, ampak pričakuješ, kako se bojo vsi do tebe obnašali, ampak na koncu vidiš, da si samo v nekem majhnem spektru, če pogledaš globalno ali pa civilizacijo. Jaz pa dostikrat rečem, da svet bi se z isto hitrostjo, oziroma Zemlja bi se z isto hitrostjo vrtela, če sem jaz svetovni prvak ali pa nisem. Ja. Zgodovinsko ne bo, ni to tako, kot govorilo principa, ki je spremenil tok zgodovine. Ja, dobro, ajde, taki so redki, Ja. ampak... Ni to zdaj ful pozitiven primer, ampak Dobro, pač, da si primer, ki je vplival Ja. na človeštvo. Ne. Je res, ne, pač nisi neki tazga, ne, verjetno, če bi tako kot Musk zdaj, ki hočeš pognutiti, kako bomo šli na Mars, ne, pa bi bilo spet neki rečva, ne. ja. Ampak misliš si pa, da bo zdaj ful drugač, zdaj bo vse Ja. drugač, ne. Zdaj, ko prijem domov, tu bo pa... Veliko ljudi se najde pola, ki Mhm, je veliko obljub, veliko je nekih idej, mhm. vsi se prslinijo zraven, tako moraš imeti trdo kožo, da to preživiš, ker tudi v slovenski zgodovini športa imamo uspešne športnike, ki jih je to. Pojedlo, ne. Ja. Pa kako si se s tem soočal? Ne bi rekel, da si tekom svojega življenja zaradi kot oseba z invalidnostjo pridobil neke veščine, kjer si se utrdil, ali je bilo zate tu toliko na novo in rečva temu toliko surovo, kakor bi to doživel tudi oseba brez invalidnosti? Doživljal sem verjetno isto, kot bi marsikdo drug. Mhm. Meni se ni nič drugačnega dogajalo. Mislim, sem tako, Ja. veš, da ker rečemo oseba z invalidnostjo, si mogoče tekom otroštva, odraščanja doživljal neke stvari, ki si tudi rabo trdo kožo razviti, da nisi bil na njih, reagiral takoj pa tako naprej, ne. Pa da ti je tisto pomagalo pri tem, soočanju s tem, ali v bistvu ne in si tle razvil neke nove veščine? Jaz mislim, da moja veščina, ki sem jo razvil, je to, da če sem videl, da sem nekaj hotel doseči, pa da je to ideja, ki jo mogoče ne morem z drugimi ljudmi realizirati, sem rekel, grem pa sam po tej poti. I don't care. Nekaj sem se zapičil, da bom naredil in sem pač to šel. Če mi kdo rekel, to ni možno, sem rekel, prav, super. Za tebe ni možno. Ja. Ja. In daj sem tudi kakšnemu pritisku podlegel, ampak v osnovi pa jaz sem pač, na začetku kariere smo si zadali, da bo moja kariera plavalca uspešna in na koncu je bila. Sicer sem zaključil, sem si prej rekel, 4. mesta, moja največja bolečina je bila, da nisem imel paraolimpijske medalje. To je bil moj največji cilj. To je ultimativni cilj. Se pravi, jaz sem imel vmes prepričanje, da če ne bom imel paraolimpijske medalje, da moja kariera ne bo imela vrednosti. Dobesedno se mi to zgodilo, ko sem bil na paraolimpijskih v Riu in ko mi to prepričanje preplavilo moj pa pol tudi vplivalo na telo. Jaz sem bil pač sposoben, fizično pripravljen vse na medaljo, ampak sem zadnji zaveslaj zafrknil in sem 4. prišel v cilj. Takrat, valjda, krivica. Si imel prav, ne? Ja, takrat sem se prepričal, da nisem vreden te medalje. Ja, in si imel prav in si dokazal na tekmi, da tako je. Točno to sem dokazal, ja. Ful zanimivo, ne. Pač tako na šum vedno rečejo, dobiš tu, kar misliš oziroma razmišljaš o tem, ne. In če se nekaj bojiš, ponavadi dobiš to. Ampak jaz sem zavestno sem se govoril, medalja, gor dol, ko so zdaj te pozitivne afirmacije, danes bomo svojo medaljo. Sam podzavestno nisem bil realen oziroma iskren in se nisem samega sebe zmeniral. Takrat sem govoril, da so oni krivi, ki imajo 2 roke, plavalci, ki sem z njimi tekmoval, v resnici pa sam sebe premagal. In kako si se s tem soočil? Zelo slabo. Ja, eno leto bila realizacija treninga toliko porazna, da ne bi glih mogel biti zgled. Kaj te je pa, mislim, ker to itek na pol vplivalo mentalni, čustveni, saj fizika, telo je dalo sam, kar se je dogajalo v tebi, rečemo temu tako, ne.
kaj so tiste stvari, ker še naprej si pol rekel še kaj hujšega, najprej si rekel, nisem vreden te medalje, oziroma si začel verjeti to, pa kaj res nisi dobil, se je kaj obrnilo, ali še naprej ista zadeva. Zelo sem to iskal zunanje dejavnike, kaj je krivo, da jaz te nisem medalje osvojil. Mhm. So pogoji, ali so te, ki imajo 2 roki, tekmovalci, ali to, da ne vem, vse drugo je bilo krivo, razen jaz. Ne. Mhm. Ampak valjda, ne, zjutraj, ko bi mogel iti na trening, se mi vedno to, da je to nesmiselno, da itak bolj bom delal, isto bom delal, ali pa isto ne bo rezultata, se pravi, isto bom razočaran na koncu. Ne. Mhm. In na koncu, valjda jaz to zjutraj, če bi trenerja vprašal, koliko je moj SMS dobil, jaz sem zbolel, mene rama boli, ne vem kaj. Ne. Jaz, ki sem zjutraj pisal, sem že tako, po mojem sem ful kreative takrat razvil, da sem zbolel na 35 različnih načinov napisati. Ampak jaz tako sam sebi sem se bodala zdel, ampak nisem zmogel izven tega iti. Mhm. Prav vedel sem, da mi trener ne verjame, da ve, kva je res. Pa nisem bil sposoben reči, jaz imam težavo, jaz ne morem na trening priti. Jaz ne verjamem v rezultat več, kva naj naredim. Nisem bil iskren do sebe takrat. Kaj si pol naredil? Oziroma, ko se je končalo, to si rekel, 1 leto so bili taki slabi treningi in pol se je zgodilo kaj. Tisto sezono smo na nek način zborbali, spet je bilo ogromno nekih sestankov, pa pogovorov, pa gor. Ampak pa sem nekako, takrat sem rekel, sem bil na Nizozemskem, sem zaprosil pol Nizozemce, če bi lahko njim šel. Pa sem rekel, da malo okolje spremenim. Sem pač večino časa sam plaval, se pravi trener pa jaz. In dejansko se je tam pol tudi to, da sem malo to identiteto plavalca bolj ponotranil, se pravi, jaz sem zdaj plavalec, jaz to delam. In ko sem bil tam na Nizozemskem, sem se nekako zmotiviral za te treninge, tako da je pol to vodil v tisti sezoni, se pravi 2016 je bil Rio, 2018, 2017 je bilo pač zelo slabo leto, 2018 sem pa pol bil evropski prvak spet. Tako da Se pravi, kaj je naredilo, ali si rekel, ok, šel sem na Nizozemsko, po notranju sem spet po notranju, da si bil plavalec, ali prvič si takrat po notranju, da si plavalec? Ne, jaz sem bil, ampak mogoče to, da sem bil res samo v tistem okolju, kjer sem bil s plavalci obdan, z družbo, sem imel samo plavalcev okoli sebe. Pogovori so bili vedno samo o plavanju, da je zelo pomagalo to, da sem del nečesa večjega, nisem sam v tem. Super, se mi zdi ful pomembno, tu, ker mi rečemo tako, a veš, ti bi zdaj lahko na nek način, sam boš vedel, če ocenjuješ, tisto leto po olimpijskih igrah, slabo se počutiš, mogoče celo neki zametki depresije, ali so že bili, ne vem, tudi ti bolj veš, ker veš, kje si se znajdel, ampak več ima neka žalost, razočaranje iz dneva v dan, brezsmiselnost. In pa je ful zanimivo, da si rekel, in se mi zdi, da tega manjka, tega zavedanja, tle, tukaj, zdaj, da te okolje tudi lahko vam potegne, ker mi smo si tako, to je zdaj tvoja odgovornost, ti moraš nekaj narediti. Ja, saj je res, ampak a smo mi naredili njemu okolje, a smo ga spodbudili, ti si pa sam najdel način, da si se, pa tudi tu nekaj pove veliko tebi, da si iskal način, ker lahko bi vrgel puško v koruzo 2017, slaba sezona, za olimpijsko medaljo nisem, kakšno se s tem več ukvarjati. Ampak si šel, se mi zdi tu pomembno, sploh, ker ti tudi hodiš zdaj po šolah, pa tam si začel z mladimi pa tako naprej, da mlade spet na to upozorimo in odrasle, seveda, jaz tudi predam za starše tipov podjetjih, se mi zdi, da nekako ti doživljaš, meni se da tega malo manjka, če greva zdaj iz tega tvojega problema malo pogledati družbo, da ko se nekdo z nečim slabim sooča, ne ostali tega, kar vidimo, mora kar dosti zavisi na osebni odgovornosti, pa ne, da bi jo zdaj prelagal na družbo, ampak samo tako, manjka okolje, ki je spodbudno. Mislim, ja, da vedno se itak vrneš temu, da si sam odgovoren zase, za svoje življenje,
ne vem, zdaj vsa ta sreča, bla, bla, ne. Ampak okolje pa ja, veš, ti se lahko mečeš na trepalnice, pa tak butast primer, ni butast, v Šparti, a ne, zgodovinski bi mene verjetno zelo hiter dal tam čez Pečine, a ne. Ja, realno. 100 let nazaj bi verjetno na nekem vogalu mogel beračiti. Danes sem v okolju, v času, v trenutku, ko lahko svoj potencial izkoristim. So bili ljudje okoli mene, ki so mi pomagali, sam tega ne bi mogel, ampak sem mogel tudi narediti na koncu. Ampak brez tega, da bi imel trenerje, ki so mi znanje posredovali, me preganjali na treningu, staršev, ki so obvarili, da ko sem se učil hoditi, pa sam nisem hotel, ker me je bolel, pa so oni ustrajali. Danes ne bi bil to, kar sem, ampak sem mogel na koncu sam narediti, ampak sem rabil okolje, ki me je vzpodbujalo k temu. A ne? Ljudi, ki so takrat verjeli, ko jaz nisem. In koliko je bilo 2017, ne, danes je malo upevana ta, a veš, bodi hvaležen, a ne, pa tudi na koncu je to realno, ne, mi, večina ljudi trpi v naši zahodni civilizaciji, ker imamo fokus na to, kaj nimamo, ne na to, kaj imamo. 90% otrok na planetu ni imeli čiste pitne vode, hrane, obleke ali pa strehe nad glavo, ne, naši se pritožujejo, ker Wi-Fi pade, ne. Pač recimo za perspektivo, ne. A si takrat se zavedal tistega 2017, ne, da nisi šel v to, da se odpoveš, da koliko so te ljudje naredili zate in da te je tudi mogoče tu malo gnalo naprej, da si iskal načine, da se spraviš ven iz te neke žalosti, razočaranja, nevrednosti. Ja, jaz mislim, da to zavedanje, da bolj takrat mi je pomagalo zavedanje, da nisem še pokazal vsega, kar zmorem. Okay. Se pravi, da če bi takrat zaključil kariero, bi ostala praznina, se pravi, bi se vedno do konca življenja verjetno sprašal, kaj bi bilo, če bi bilo. Ne? Ta hvaležnost mi je pomagala potem na Evropskem prvenstvu, tista zgodba, ko sem bil peti, ta prvo tekmo, pa sem potem palco zlomil od jeze, ker sem res ogromen tisto leto vložil v sezono. 2017, se pravi 18 pol, 28 tisto, ko sem šel na Nizozemsko. Ker večina ljudi okoli mene je nasprotovala temu, da grem jaz tja, zato ker niso verjeli, da zmorem oddelati v takem okolju. Se pravi, 100% profesionalno okolje, niso verjeli, da sem jaz sposoben. Jaz sem se proti tem boril. Jaz sem šel na lastne stroške, se v avto usedel pa odpeljal. Tako zelo. In ko sem prišel na Evropsko prvenstvo in sem bil peti, so vsi imeli prav. Se pravi, nisi sposoben več doseči, kljub večjemu vložku. Takrat se je pač tista jeza v meni zgodila, sem pač palco zlomil, zgubil živce, bil najbolj slaba verzija samega sebe. Ampak naslednji dan se mi pač zgodilo, da sem dejansko se zavedal tega, kaj imam. Da sem na Evropskem prvenstvu, marsikdo ni. Da sem imel možnost eno leto na Nizozemskem trenirati, se učiti od najboljših. Se zdaj tako ful klišejsko to izpade, ko to razlagam, ampak na koncu, ko sem prišel na štart v druge tekme, sem rekel, kar je, jaz sem tlele. Več kot to, da hitro odplavam, ne morem narediti, ker ne morem vplivati, da bojo drugi hitrejši ali počasnejši od mene. Razen, če bi me elastike navezal, sem to nisem smel. Pa gliserov na drugo stran. Pa gliserov, ne, da te vleče gor pa dol. Mene z une strani, une pa nazaj. Poštena konkurenca. In sem pač, ko so me tam sprašvali, Darko, kva se ti včeraj zgodila, se ti malo sfuzlal, pa skoj sem bil čisto, ja, malo sem izfuzlal, pač tak sem. Life. Ja. In v športu so intenzivna čustva, ker vse, kar delaš v manjšem časovnem obdobju. Pa rezultat, pa želiš si ga, pa vse narediš za to in pa, ko se ne zgodi, eksplodiraš. Tako je. Ker, če pogledava, a bi eksplodiral, če bi se zavedal tisti dan prej, da si ti na Evropskem, da bi ta isti mindset, ki si ga imel drug dan zjutraj, en dan prej že apliciral noter. Jaz mislim, da se mi to zgodilo zato, ker se mi je mogel. Ja, to pa. Ker če ne bi tam eksplodiral, jaz naslednji dan ne bi spustil jeze ven in bi še zmeril v nekem krču odplaval in dvomem, da bi prišel do zlate medalje. Tako sem pa sproščen odplaval. Na koncu v bistvu celo z istim časom s tem Petračkom,
prišla v cilj. Tako da so bila 2 evropska prvaka, ampak noro, mislim, tako iz ene take bizarne tekme, ko sem se skoraj utopil v bazenu, do tega sem bil evropski prvak, pa je manj kot 24 ur bilo vmes. The best. In všeč mi je, ker si tako rekel, a si tebi malo sfuzal? Ja, sem je, pač človek sem, a ne. In se mi zdi, da tudi tu je ful pomembno v družbi, a ne, v današnjih časih, da si pustimo, a ne. Pač v redu je, a ne, ni treba skozi vse umevati, pa skup vleč, pa resen, pa zategnen, pa, a ne. In šport je definitivno en tak prostor, kjer lahko daš ven, pa ti tudi nobene zamer pol na dolgi rok, ker so vsi tam iste glave, vemo, čez kaj gremo, a ne. Tako da zanimivo, ja. In pol ki si rekel to zavedanje, ja. In od takrat naprej se je pol zadeva dejansko sprostila, da... Ja, po tisti sezoni sem se vrnil nazaj v Slovenijo. Nisem spet mogel nekih ful dobrih treningov delati, motivacija je spet padla, ker sem si to visoko letvico spet postavil. Tako da pol v bistvu, ko se je korona zgodila, sem takrat v bistvu sem se pripravljal na Tokio. Imel sem norme že izpolnjene, s trenerjem so dobro delala. Bilo je zelo intenzivno, tako tudi odnos je bil zelo na meji vedno spora, ne, tako jaz sem sicer delal, ampak skozi sem bil malo upornika in tako motivacija je bila res na meji moja, ne, in to se čuti. Ali ti delaš z veseljem, ali delaš zato, ker moraš, ne, ker misliš, da moraš. In ko se je COVID zgodil, ne, to je bil 16. marca, ne, je bilo zaprtje veliko za 14 dni. In pol petek 13. se je zadnji trening v karieri odplaval nevedoče. Ne. Se s trenerjem še malo razmišljala, kako bi se ki prešmugljali v kakšen bazen, ne, da itak se COVID ne obstaja. Pa to. No, na koncu je bilo tistih 14 dni, pa drugih 14 dni, pa tretjih 14 dni, pa so pa Tokio prestavili za 1 leto. In jaz tako, okej, 1 leto Tokio prestavili. Norme sem imel spolnjene. 3 mesece sem bil izven bazena, 2 nekaj tega in nisem ga pogrešal, nisem pogrešal ljudi. Pa sem pač rekel, dost, konc, jaz zaključujem. Ko sem objavil tam, da zaključujem kariero, so me trener en kliče, se glavni, ne, pa reče, Darko, da izbriš to objavo, da ne jo videli ljudje, ne. Imel sem pa že, ne vem, 50 komentarjev na Facebooku. Sem rekel, ne. Je rekel, ja, daj boš ti malo, bomo tako malo trenirali, pa boš šel v Tokio. Sem rekel, prav, ne, jaz malo treniral, ne bom, jaz še bom šel, hočem v Tokio iti po medaljo, ne grem zato, da bom šel v Tokio. Ja. To bom šel enkrat na izlet, ne. In sem pač držal besedo in nisem hotel nazaj iti. Ti kaj je žal? Ne. Cool. To je pa, ko sem prej rekel, ne, da če bi kakšno leto prej zaključil, bi se vedno sprašal, kaj bi bilo, če bi bilo. Ampak sem zelo impulzivno sicer zaključil kariero, ampak sem imel zelo močne temelje. Ne. Ja, mislim, da si jih lepo povedal, da si rekel pač, tam sem bil, nisem pogrešal in če nekaj ne pogrešaš, zakaj bi se s tem ukvarjal. Ne. Sem bil tudi iskren, ne, in sem se odpovedal, bom rekel, nekemu lagodnemu življenju, ker v športu imaš poskrbljeno, ne, je poskrbljeno zate, zdaj nam rekel, da je to neko res, ne, para športu ni glih denarja, da bi rekel, da zdaj, ampak ni bi bilo nič hudega, ne, in ko se temu odpoveš in rečeš, zdaj grem pa na svojo pot nekaj početi in ni enostavno, ampak najhujša dilema je pa bila to, ne, ali bom jaz pozabljen, ker nekaj ljudi bilo kaj govorili, ti boš pozabljen, ne, plavanje je tisto, kar te definira. Sem videl, da so to pač ljudje, ki so hoteli neko moč nad mano imeti, ne, se pravi, da bi se jaz odločil na podlagi tega, kaj oni želijo, ne. Tako da se malo pol dostikrat spomnim, ko so danes kakšne intervju delam kje, pa si rečem, sem pozabljen, ja. Tako, malo, Da so ti v bistvu dali booster. Ja, ampak sploh niso mi dali booster, zato ker nikoli nisem tega delal, da bi njim nasprotno dokazal. No, saj nisem mislil tako, sam ta zanimiva misel je booster v tem smislu, ja, okej, sem pozabljen, sem pa tle, ne. Sem pa zdaj, a veš, na tej fermi, na tej šoli, pred temi ljudmi, ne.
Očitno ne. Ja. Nisem pozabil, ne. Tako da se mi zdi ful zanimivo, da kakšni ljudje tudi tako rečejo, ker ko nekdo naredi nekaj velikega, pa če ima dober mindset, meni tle recimo je všeč Kobe Bryant, a ne. Če si gledal ta The Last Greatest Interview z njemu, s Patrick Bet-Davidom, po moje top, ki bi mogel vsak šov pogledati, kaj je performance mindset, a ne. Je rekel, ja, meni so vsi rekli, ko boš končal kariero, boš pa, a veš, depresija, pa to, pa ono, ne. On pa tako, ne. Jaz sem vedel, ko je končal kariero, rekel, jaz sem imel že nov projekt, ne. Sem rekel, naslednjih 20 let bo še boljših kot 20 do zdaj. Pa je bil 5-krat prvak NBA, pa je rekel, ko je končal kariero, naslednjih 20 let bo še boljših, a ne. In pol sem ljudje rekel, ja, zdaj si najbrž depresiven in mu je bilo tudi toliko tečno, da je pol sam tako delal. Ja, okej, sem, ne, pač karkoli ti rečeš, imam jaz svojo šporo, nimam jaz časa, da te razlagam zdaj, da nisem, ne, pač, ker je toliko ljudi, čez to gre, a ne. Me zanimivo, da so ti rekli, ja, ti boš pa pozabljen. Po moje težko, ne, ker moja generacija, pa starši, pa, a ne, kdorkoli malo spremlja šport, ve, kdo je Darko Đurić v Sloveniji. Saj jaz, ko mislim, da če spremljaš športne novice, pol veš, a ne. In se mi zdi zanimivo, da bi kdorkoli tu rekel, razen tako, ki si dal rekel ljudje, ki so hoteli moč na tabo. Jaz sem tako, največjo težavo s tem imel, ne, da moja kariera ni bila izpolnjena, zato ker ni bilo medalje na paraolimpijskih. Ampak sem pol to... Takole. Ja. Vse v redu, sam sprost, ampak se mi zdi, da mogoče ga imaš mečkem prestran. Pa ne vem, kako zvok pobira. Fanti Ja, mislil sem, da ni izpolnjen, ker ni bilo medalje, ampak pol, jaz sem tudi si toliko močno identiteto postavil, da ne, izven bazena sem bil jaz kar malo zgubljen. Sara Isakovič je večkrat dobro povedala, ko je rekla, da je ona se vedno zavedala, da obstaja življenje izven bazena. Rezultat, ki ga tam doseže, je samo rezultat v bazenu. Življenje je pa druga zgodba. To je samo del življenja in jaz to mogoče nisem glih razumel. In pol sem si jaz pač valjda hotel postaviti novo identiteto. Sem rekel, jaz zdaj nisem več Darko plavalec, pa sem se šel v identiteto Darkota podjetnika. In sem pač gradil startup, vse gor dol. Pa sem pa tudi tam šel in sem še eno identiteto zgubil. Kaj je zdaj? In vedno so pa ljudje, ki so do mene pristopili, so pa še danes ne rečejo, ti si pa plavalca. Jaz sem se boril, jaz nisem plavalec. Ok, ne, sem še vedno plavalec. To bom vedno. Uspel sem v tem, mi je uspelo, ampak danes živim drugo življenje, ampak še vedno ne morem tega izničiti, kar sem takrat naredil. Res je, ne. In na podlagi tega si tudi dobil veliko izkušenj, veliko zgodbice, ne. Zdaj verjetno kot motivator ti pridejo prav te zgodbice, čez katere pol predstaviš take in drugačne vidike življenja. Ja, jaz mislim, da ljudje, ki poslušajo, pa skozi nek izziv, tisto jeza ali pa hvaležnost, ker res lahko v nekem kratkem časovnem obdobju toliko močno čustvo doživiš, pa res prinesejo totalno različne rezultate, jeza, ukvarjanje z okolico, z zunanjimi dejavniki, kdo je vse kriv za tvoj neuspeh, pride pol neuspeh. Si hvaležen, sprejmeš situacijo takšna, kot je, se sprostiš in greš, lahko dosežeš svoj maksimum. Zdaj, jaz bom tako rekel, vsak ima svoj pristop, kako nekdo rabi zunanje dejavnike, da se na njih naslon pa reče, vam bom pokazal, kdo sem jaz. Eni pa rabijo za sebe kot notranjo motivacijo. Smo vsi ljudje zelo različni. Res je, smo in po drugi strani dosti podobno delujemo. Pač, ko smo jezni, smo destruktivni, ni važno na not ali pa na ven, in ko si hvaležen, si ponavadi v momentu in dobro vplivaš na se in na ljudi okrog sebe. In se mi zdi pomembno iz tega, bi vzel ven to lekcijo, da tudi če si bil včeraj jezen, si danes lahko hvaležen. It's okay. Za nazaj ne moč nič spremeniti. In tudi se so oba dva v Londonu, tam je največja lekcija to, da... Vse lahko poveva, naredila sva Landmarkov osnovni program, Landmark Forum, od Landmark Worldwide. Če kakšen hoče pogledati, pa ne gre. Jaz priporočam, pa... Jaz tudi zelo. Meni je zelo par stvari odprl, ki sem jih sicer vedel, nisem pa vedel, da jih vem. In ena stvar je, kaj je realnost, oziroma preteklost je, ampak je ni, je, kar je.
Dejstva so, vse ostalo so zgodbe, prihodnosti ni, a ne? Ampak prihodnost jo lahko kreiraš s tem, kar danes narediš v tem trenutku. Jaz, če te zdaj neko v glavo vržem, Sta tam dva, Ja. ki bosta pol ona dva tepnila. ja, pa bom jaz svojo prihodnost zelo zakompliciral. a ne. Ali pa če zjutraj, ki sem slabe volje tam, uno, ki mi da rogliček, jo naderem, zato ker mi ga ni dosti pogrela. Sem jaz njen dan pokvaril, samo zato, ker sem svoj dan imel pokvarjen. Lahko se Ja. pa nasmehnem in rečem, hvala ti, lep dan naprej. Ja. Pa je njen dan normalno tak naprej. a ne. Ali pa je lepo poveš, Ja. če ti ga še malo dogreje. Pa je. Ja, mislim, vedno imaš možnost odločitve, kaj boš naredil. a ne. Točno to. Ker to, ko ti nekdo reče, ja, vi ste me pripravili do tega. Ne, vi ste mi dali stočnico, jaz sem jo pa sprejel. Jaz tako rečem, Ja. vse, kar ljudje govorimo, je bla, bla, bla. In kaj zdaj definira moja reakcija, je pomen, ki ga jaz dam tvojemu bla, bla, bla. Tudi če ti zdaj tle bi me žalil, ali pa govoriš, kar govoriš, ali pa govoril neke čist desete zadeve, pomen, ki ga jaz dam tem besedam, ki ti rečeš, je ta, ki pol meni vrže besede ven. A ne. In to je ta, zmeraj imaš izbiro, a ne. Kaj boš rekel, kaj boš naredil. A ne. Ni pa nujno, da je vedno rab iti v skladu z tvojim počutjem in občutki. A ne rabiš vse posod vsega. Vedno je primeren čas, primeren prostor za vse. A ne, za vsako čustvo, za vsak občutek. In so tudi neprimerni časi, neprimerni kraji za vse. Ne. Recimo, da sred predavanja nekdo dobi vzgib, da zdaj mora pa ne vem kva delati in začne ropotati tam po celi predavalnici. Ne, ampak če pa med odmorom gre v telovadnico, pa to isto stvar počne, pa ok, a ne. Tako da, Je bila to ta Nizozemska zelo dobra šola, ne, ker jaz to pri nas, ki sem bil, doskrat sem lahko malo tudi svojo jezo izražal, pa malo zelo, a ne. Noben ni zelo miril tega, ker sem bil sam, a ne, in nikogar nisem glih motil s tem pač. Trener je rekel, ja, da je mir se, ok, pa se mu pa ni več žal ukvarjati s tem, a ne. Jaz sem se uničval rezultat, ne njemu, a ne. Ko sem bil pa na Nizozemskem, pa sem po istem principu tudi, ne, tako kot Grumpy Face, sprejel informacije od trenerja, pa bla bla nekaj nazaj rekel, a ne. Pa me je pa vrgel z bazena ven, a ne. Ampak to je tako, ni me rekel, Darko, you should stop, ampak samo enkrat je rekel, Darko, get the fuck out of the pool, a ne. Pa sem mislil, ok, ja, v redu, pa sem še naprej plaval, pa tako po 2 minutah pridem nazaj, get the fuck out of the pool, I don't want to see you anymore. Pa sem tako, I don't want to see you anymore. Tako, mirno. Sem jaz šel ven z bazena, sem še nekaj pomahal in se preč obrnil, sploh mi ni več. Sem bil diskvalificiran, mislim, suspendiran s treningom, smo pol imeli, ne, to je petek, četrtek se je to zgodilo, pol v ponedeljek sem imel sestanek z njim, pa s pomočnikom trenerja. Je rekel, lej, super plavalci, imaš rezultate, oseba si super, nič ti ne moramo porekati. Tako, kad delaš, ne moreš delati v moji ekipi. Jaz imam tle 14 plavalcev, za katere sem odgovoren, pa zate. In če ti tako delaš, kot delaš, vplivaš na mojo celo ekipo. Če ti jaz dovolim, da se ti meni odgovarjaš, bo se mi v drug, tretji, četrt začel. Če boš ti prišel z opera na trening, je rekel, ti vplivaš na celo okolico, ko priješ noter. Če si ti dobre volje, bo ljudje okoli tebe dobre volje. Če boš ti z opera, bo ljudje z operni ratali. Rekel, ti imaš vpliv na okolico. Rekel, ti ne smeš tega delati. Je to ok, ja, hvala, ko si mi povedal, meni je težko, veš, sem prvič tako daleč od doma, sam, bla, bla. Je rekel, vse razumem. Je rekel, ni problema. Je rekel, 3 tedne imaš zdaj under supervision, bomo to pa to, smo točke naredili, kaj moram jaz. Je pa bil psiholog, ne. Tako da je rekel, to pa to moraš narediti, da, ne vem, je rekel, fake smile, ne, uno, ko spremeš nalogo z nasmeškom, je rekel, fake it until you make it, ne. In dejansko sem bil itak pod pritiskom, ali bom mogel iti domov. Spet je bilo to zame, ne, poraz, ker če bi jaz pol spet dal unim prav, so rekli, da ne bom zdržal tam in sem bil na meji, da ne bom. Okay, ampak je cool, ne, si Pa se se je spravil survived, tako ne, okolje. sem Ja. preživel, ne, jaz sem pač to popravil. Je rekel, trener, svaka čast, ne, valjda lahko ostaneš. In kaj si iz tega naučil? Tako, za naprej v life. Ali si sam tu naredil za to fake it till you make it, si odfakal, zdaj si make it, pa si pa spet vrgel tu čez okno, ko si prišel nazaj, ali od takrat naprej si začel drugače delovati nasploh v življenju?
Mogoče delno, ampak definitivno to, da če si v neki ekipi karkoli, da je ekipa, ki določa pravila igre, ne, se pravi neka skupnost. In tudi, če jaz vidim, da ne morem v nekem okolju funkcionirati, pač raj se omaknem, ne. Če pač je zame prevelik zalogaj, da se nekim pravilom prilagodim. In meni se zdi to, da pač ekipa, ki funkcionira po nekih pravilih, je prav, da tako funkcionira, ne. Načeloma pač vodje pol določajo, ne, oziroma kreirajo to kulturo, ampak če se to zgradi, ne, na tem visokem nivoju, da so potem tudi dobri rezultati, če je to zahtevano. Ne, lahko je cilj dobro počutje, lahko so cilj rezultati. Sej, ne, treningi Chicago Bullsov niso bili glih najbolj pozitivno okolje. Ja, po mojem nobene profesionalne ekipe, a ne, zaradi tega, ker je tam rezultat, pritisk rezultata, nisi vedno v najboljši fizični, psihični formi, a ne. Marsikaj se dogaja, life je izven bazena, a ne, izven igrišč. Še kaj bi te vprašal? Se zdaj dotakneva te, a ne, malo sem spoznala tebe, to svoje izkušnje, čez kaj si šel, malo ta mindset, ko si se s tem soočal, ne, te tudi preskoke delov. Zdaj pa, če greva na, predavaš tudi za starše, ali, mislim, starše v podjetjih, ja, ampak prav šola, da te najame za predavanje za starše, tu si že imel, ali ne? Ne. Ok, samo da formuliram vprašanje pravilno. Sprav, rečo, zdaj ti priješ, tam imaš najstnike, a ne, a veš, družbeno velja, kot jaz delam predavanje tudi za odrasle, rečem, kakšni so najstniki. Zdaj, ja, ok, polni potencijala, bla, bla. Sam, če bi jih mi tako gledali, bi imeli ful dober odnos z njimi. Ne? Mi gledamo kot upornike, nespoštljive, nemotivirane, apatične, odvisne od ekranov in tako naprej. Ne? In zdaj priješ ti noter in rečemo, da se, a veš, tam med predavanjem oziroma nastopom v razredu, kjerkoli, a ne, se dogaja marsikaj, a ne. Tudi te, ki si rekel, tako, ki si bil ti na Nizozemskem, a ne, si hotel neko svoje vedenje znotraj ekipe, a ne. In kako nagovoriš ti to na predavanju, recimo? Ali pa če se ti to zgodi, kako se s tem soočaš, ali pa če se ti ni, kako dejansko pripraviš, da se to ne zgodi? Jaz imam največkrat težave, nimam jih težav pri tem, ko se začnejo neke vprašanja in jih ne moreš ustaviti, kar je super po mojem. Da bi prav imel tako, da bi videl, da so izgubili nek fokus, pa šli. Sej logično je, da, a ne, kot predavatelj ali pa se moram zavedati, da pač ne morem glih vsega navdušiti. To je nek realno dejstvo. Mogoče nekdo mojo zgodbo dojame kot nek bullshit, nekdo pa misli, da mu lahko pomaga. Ne. Sprejeti je treba to. Jaz se pač trudim, ko imam publiko pred sabo, ne glede na koliko so stari, ali pa kakšen je odzad njihov ozadje, a so to menedžerji, a so to, imel sem, v enem tednu enkrat sem imel eno skupino nekih birmancev, starih 13-14 let, potem sem imel top management ene banke, pa naslednji dan pogrebnike. Mislim, tako 3 totalno različne publike in vsi so se isto odzvali na koncu. Ne. To, ker ti moraš kot predavatelj spoštovati onega, ki je nasprot tebe oziroma ki te posluša. In ena stvar, ki je meni mogoče pomagala, da sem malo nadgradil to, it's not about me, ne, ampak je, to delam za njih, ne zase. Ne. Ker ne, to tudi, da svojo zgodbo govorim, življenjsko, jo govorim na način, da želim, da njim nekaj pomaga to. In jaz mislim, da mladi pač vidijo, da nazadnje sem imel eno šolo, so bili 7., 8., 9. razredi in tudi ko je zvon zazvonil, so oni še zmeraj roke gor držali pa spraševali stvari. Ja. Od zelo različnih, od tega, kako moje proteze delujejo tehnično, do tega, kako v odnosih funkcioniram ali pa kako sem sprejel svojo invalidnost. In to je meni, ko si rekel, da imajo mladi potencial, ga imajo, zato ker smo ga tudi mi imeli, pa generacija pred nami, pa vsi so imeli potencial in vsaka generacija je nekaj naredila. Ne? In vsaka generacija se upira starejši, zato ker misli, da več ve, ker to je pač naravni proces.
Desetkrat boljši so Odraščanja, od nas. ja. Ne? Ja, pač mi smo desetkrat boljši odraščali od naših staršev in oni zdaj odraščajo desetkrat boljši od nas. Ne? In mi probamo, sej v plemenski skupnosti, nekdo, ki je hotel izrinati poglavarje, ga je pač na dvoboj poklical, boja ga je premagal ali pa zgubil. Pač dve opcije sta. Ti pa kot mlada oseba se isto boriš proti višji avtoriteti. Enkrat zmagaš, enkrat zgubiš. In mladi je drugače, da oni odraščajo tudi drugačni, malo ti ekrani so verjetno problematični, ampak so tudi za če starši, tudi odgovornost na starših, da izobrazijo mlade, da če se ti ne da kot starš ukvarjati z otrokom, pa mu daš ekrana, pa rečeš, zdaj imam pa 5 minut miru, da lahko kavo spijem, je že otroku dal vedeti, da je ekran njegov pobega. Ja, in da je kava bolj pomembna kot ne. Mislim v tem primeru kava, ampak karkoli že. Vse to bi se rad malo dotaknil. Kako, drugač, malo si povedal že, kako doživljaš ti zdaj od zunaj, nekdo, ki prije na šole, ta šolski sistem, kako ga vidiš, kaj manjka, če bi Darko Đurić imel magično palčko in bi ti od danes lahko nekaj rekel, kje bi začel, kaj bi dal, kaj bi vzel, če si kdaj razmišljal o tem, ali pa zdaj na novo te izovem, da pomisliš. Ker imaš že izkušnje, meni je pomenilo, da smo tle ljudje v tem podcastu, želim imeti ljudi, ki imamo izkušnje s tem in ne od zunaj govorimo, ampak tam smo bili noter, mi smo da itak tudi čez v šolah, sami in ja. Ena stvar, če bi pisal knjigo Utopija 2, bi rekel, da je treba... To moramo povedati, moramo povedati, Darko želi tudi mogoče en dan biti stand-up komik, imel bi še 2 prijatelja z invalidnostjo, ki bi se imenovali Triple Cripple. To mi je povedal, ker smo se dobili na pijači, jaz sem uveral od smeha, in tako da komični vložki definitivno, mogoče skupaj. Sicer smo se oba dva strinjala, da oba dva hočemo biti glavna, tako da bi znalo biti zelo zanimivo na odru, ampak... En bi mogel imeti popustiti. Ja, mislim, humor mislim, da vedno popestri tudi... Ja, vse sprosti okolje, pa mislim, da pokaže tudi eno čustveno zrelost, če mene vprašaš. Če znaš se nasmejati, znaš humor pripeljati, rečemo, na videz resno situacijo, seveda primerno, zdaj tam na pogrebu, me vedno tu pomislim, kaj še reče, kaj pa na pogrebu. Ja, na pogrebu si lahko ljubeč, lahko se veseliš življenja tega človeka, ne rabiš pa zdaj disko, musko na glas dati, pa džuskati ali pa prijeti mikrofon, pa neke fore pokati. Razen če s tem počastiš, ker je človek, ki je umrl stand-up komika, pol pač se lahko hecaš, po moje. Kad sem imel govor na enem pogrebu, pa sem eno komično zgodbo povedal o tej osebi, ker se mi je zdelo tako dobro, ker je res ponazoril njen mindset. In verjetno je bilo tam. Utopija 2. Ja, da kako bi rekel, za učitelje, da bi se jih opolnomočili, ker mislim, da veliko si jih to želi, pa se jih z birokracije in z vsem ubija to, da so namesto podajalci znanja učitelji. Se pravi, da učijo ljudi za življenje. Ker tako kot imamo to tehnološko revolucijo in vse, znanje je dostopno povsod, vsak si ga lahko pridobi. Mislim, da je mlade treba naučiti, da znajo to znanje uporabiti, kritično razmišljati. Če gledamo TikTok, koliko je lažnih informacij gor. Jaz sem večkrat šel preverjati recimo zgodovinsko dejstvo, ki so ga not napisali, ki ni bilo niti malo blizu zgodovine. In če ti nimaš kritičnega razmišljanja, ti to vzameš kot sveto resnico. Tako. In to znanje ločiti, kaj je prav, kaj ni, kaj je res, kaj ni. In tudi, da se vrednote učijo. Ne, da se vse tekmovalnost je prav, da je zdrava, ampak za vsako ceno tekmovalnost siguran ne. Nekdo, ki ima več, boljše ozadje, boljše ne vem kaj. Ta film, ki je Scent of a Woman, Al Pacino, Poženski, ki igra slepega nekega generala in ki ga hočejo pol enega učenca, dijaka vršiti iz šole, zato ker je nekaj naredil po svojih načelih.
drugi pa niso, so bili pa hinavski, pa so jih hoteli zavarovati. Ne. Pa je on imel nek govor, da to tako se ne vzgaja mladine. Ne. Ja. In jaz mislim, da če bi to, ker imam veliko, jaz imam, ne vem, moja sestra je učiteljica, vem, koliko si želi, a ne, dati več kot samo tisto znanje otrokom. Ker otroci, kaj se ti spomniš od učiteljev? A ne? Ja, glih zadnjič sem imel en tak pogovor, ne. Katerega učitelja se res spomnim iz šole, da bi bil tako, a veš, da bi me pustil za življenjskostjo. Ne s tem, da me je naučil, pa sem imel, približno vem, kakšne ocene sem imel pri vsakem predmetu tekom šole, še vedno, a ne. Ampak tudi vem, kateri učitelji so me učili po priimkih, pa face vidim, pa tako, ne. Ampak kadar res razmišljam o tem, ampak da bi pa rekel, zdaj ta me je pa pustil, a veš, zaradi tega pa drugače gledam na življenje, ta mi je pa tako, ne. Na prste ene roke jih lahko naštejem, mogoče. A ne. Zadnjič sem se spomnil samo enega, profesor za matematiko na gimnaziji, pač je kaj pokal fore, a ne. Šel na stranišče, rekel, naj se dobro izteče, pa tako, a ne. A veš, ker si mogel iti prej od pouke, je rekel, srečno in naj ti sonce sreče nikoli ne zaide. Pač tako, a ne, neke take finte, pa vmes si kaj pohecal, ne. Saj zdaj, če bi bolj razmišljal, bi verjetno še koga, a ne. Ampak ja, do razredničarke na gimnaziji je bila tudi res cool. Ampak večinoma je tako, ne, pač ne spomniš se jih, ne, pač ni, pa vsak verjamem, da ima vredno zgodba prisluha, življenje vredno, da bi mi prisluhnil, da če bi ga z nami podelili, bi nam bilo vsem lažje, kako se soočati z nekimi stvarmi, a ne. Mogoče bi pri angleščini lahko debatirali nekaj o življenjskosti, pri geografiji nekaj dal noter, a ne. Tako, kot si dobro rekel, te podatke se danes lahko naučiš kjerkoli, a ne. Tako da se mi zdi to res pomembno, da pride ta življenjskost noter, a ne. Sestra, učiteljica, a ne, čez kaj gre, ko bi rada dala, pa ne more. Tudi Milan Hosta, a ne, gost v prejšnji epizodi je rekel, da je bil učitelj na začetku kariere, ne. In je učitelj športne vzgoje in sta se dva fanta stepla. In prvo, kar je ravnatelj zahteval, je, da se spomni tako stepla, da je mogel en iti na urgenco. Prvo, kar je ravnatelj zahteval, je, da se izpolni papirologija. On rekel, pa dajmo prvo otrokom pomagati. Ne, prvo izpolni zapisnik, pa bomo pa naprej, ne. In pole, kaj je zdaj pomembno, ne. Ja, zato, ker se toliko ščita, ne, vse te, kdo je pol ta odgovornost, kdo je kriv, zakaj se je zgodili. In zdaj tudi, ne, veliko je debat Evropska unija, ne, pa birokracija, ali pa zdaj z novo ameriško administracijo, pa ta izraz debirokratizacije, ne, ker dejansko ljudje, ki želijo delati, pa so obremenjeni z milijonenimi papirji. Ja, ki so sami sebi namen na koncu, ne, nič ne. Ker noben tega ne prebere. Ja. Mi povej, kdo bo bral 15 strani dolgo poročilo. Mislim. A ne, in Da, ne vem, mogoče skenirajo pa dajo umetni inteligenci, da se izobraz, koliko smo ljudje za medvedi lekec. Ja, mislim, res je, na koncu tega noben ne bere. Ja. Ljudje smo ljudje, nismo stroji in rabimo ljudi okoli sebe, ki tudi niso stroji. Se pravi, učitelj, a ne, težko je biti sproščen, če veš, da ne veš, a boš otroku vedno prav rekel ali ne. Za mene je ena zanimiva stvar, ne, ker tudi sem tam v razredu, pa rečemo bolj intimno delujem, ni tako da predavanje za več, ampak po razred večinoma delavnico, pa učitelji sedijo zraven, ne. Pa mi je tako zanimivo, da se učitelji recimo bojijo, kakšni rečejo, ja, pridejo starši z odvetniki, ne, pa pol valjda, česa, ne boji se on odvetnika, ne da se mu ukvarjati s tem, da bo tam po sodiščih mogel hoditi, odpustili ga itek ne bojo, ker učitelja na nobeni šoli že ne vem koliko let niso odpustili, če res ni kršil neki, mogoče te so imeli malo izzive, ker so bili suspendirani in tako naprej, ker so jih dobili, da pač tam pedofilija, a ne. Ampak načeloma zaradi tega, ker si otroku dal slabšo oceno, ne slabšo, tako oceno, ki si jo zaslužil, ker je znanje pokazal, ne, ni še nobenih kamer leto, ne, ko pridejo pol star. Pritisk je, ne, ki tega nočejo, ne. energija ti gre. A ne, sej tožba, recimo, da sodišče ne bi upravilo svojo nalogo, ampak je
brezvezno delo, a ne. Mislim, brezvezno. Zato, ker je Pikec dobil 2, ne? Ja, Zna pa za 4. Tomas zna za 4, v šoli pa dobi 2. Ja, super, dajmo ga raj pogledati, kje ga lahko polnomočimo, ne? Da bo še v šoli pokazal to znanje za 4. ja. Potem pa si šel ful dober izraz, ne? Da imaš digitalno demenco. A ne? In tu pa je, da otrok, ja, doma se nauči, takoj, ko se nauči, ga ti sprašaš, on zna, pa pozab. Ker se je čez uporabo tehnologije, a ne, naučil njegov možgan tega, da nekaj gleda in ni pomemben podatek in pa pozab. On dejansko drug dan pride v šolo in ne ve, doma pa ve. A ne? Ja, In to zdaj, je realen problem. ja. Tudi ta focus span oziroma je zdaj ljudje manjši, krajši od zlate ribice. Ne. Ja, ja. Prav, če ti nekdo reče, da ima spominka zlata ribica, je v bistvu kompliment. Ja, ker je dejansko vse so zmerali, ne, z uporabo TikToka, ne. Pa jaz nikoli ne krivim tehnologije ali pa denarja, puške. Tu samo po sebi niso slabe stvari. Tu ima vse svoj namen. Če bi mi tudi tako uporabljali skladno z namenom, bi se imeli fajn. Mi pol ljudje vse izperimo, ne. In tudi z uporabo TikToka je ljudem padel fokus zmeraj za 90%. 90. 90%, ja. Če redno uporabljaš, zakaj? Ker je vse bedno in izkusiščeš, a ne. Ja, Vsi smo prišli toliko daleč, če gledaš. intenziteto Ja. možgani iščejo. Ja, pač naučiš, možgani se Ja. učijo s ponavljanjem, a ne. Saj zato vojak sestavlja puško, Ja, ti si plaval, ne. Tebi se je možgan učil plavati hitrej z ponavljanjem, ne s tem, da si ti bral fascikel, tak debel, evo Darko, tukaj imaš, preberi to, pa boš bil svetovni prvak, ne. In tle pa isto se ti tako učiš in pa vse rata bedno, vse brez veze in pa, ne vem, jaz sem tako, ne, rečem, v Sloveniji se v šolah dogaja vse, sam še ubil niso nobenega, ne. Kaj se bo zgodilo, koga bojo, upam, da se nikoli ne bo zgodilo, ampak nismo daleč, a ne. Ne vem, ampak znajo se zgoditi dve stvari, ali totalna uzurpacija, ali pa samo tako. Ok, next. Naslednja novica. A ne? Srbija je zanimiv primer, ne. Tam se je Ja. veliko se je govoril, naredil pa nič pola, ne. Ja. Ja, se je zdaj, ko je padel nad strešek, zdaj so pa na To je ulicah. zdaj pa, Ja, a ne. Tam je na tisti situaciji tudi tako, ne. Jaz imam, rečem temu, malo svoj pogled na tisto, ne. Pač rečem tako, ja, lej, ni normalno, da se je to zgodilo, sam je pa logično, da se je zgodilo. A ne. ja. Zaradi, a ne, otrok si želi kaj. On je rekel, zakaj je postrelil sošolce in sošolke. Se ni počutil cenjenega, spoštovanega. Doma hladna mami, oče ga je pa pač imel z njemu nek hobi, nisem tukaj bral odnosov z očem, mislim, da je imel nekoli tukaj napisano, pač, ampak je zbral streljanje, kar je zdaj, oče je vzel. Daj so ljudje malo otroke sabo, lovci, razumeš. Ne? In če ti strelaš v tarčo, se meni zdi nič tazga, ker razvijaš ful enih veščin. A ne? Ker ti pride tudi v življenju prav hitrost odločitev, natančnost, disciplina. Ne? Sam, če je še igral malo iger strelskih, a ne? Pa so neuroznanstveniki raziskali, da če ti igraš strelske igrice, pa vojak na fronti se možgani isto odzivajo, isti centri se prežigajo, a ne? Sam rezultat je drugačen, če te v realnosti ustrelijo pa v igrici, a ne? Ampak za možgane prvi instinkt je pa isti, zato tudi lomijo tipkovnice, a ne, ljudje, ko zgubiš v igrici, a ne? Ker pričakuješ nekaj, se zgodi kontra, a ne. V glavnem, a ne, in pol se sam sestavil zgodba in ja, prišel v šolo, odstranil je probleme in ni razmišljal o posledicah, ker je reagiral preživetveno, tako najbolj simplističen način si jaz razložim sam. Če bi v šoli imel sošolce, ki bi ga spoštoval, vprašanje, če bi ti hodil domov pa razmišljal, stari, jaz moram te ljudi postreliti, ker to ni dobro, da oni meni pomagajo, pa me imajo radi. Po moje ne. Če imaš nevarno okolje, gremo v preživetev mehanizem. Ja, težko je vedeti, kaj se res plete, če je toliko ekstremen primer oziroma toliko redek. Je pa tudi pri nas, ki smo imeli, je bilo nekaj teh izzivov, ki so nasilje, pa se otroci snemajo med seboj, ki se pretepajo, pa drugi navijajo. Ja. Prav, če tako pomisliš, mi smo tudi navijali, če se je kdo stepal. Ja, nismo bili glih dosti boljši od tega. Ne, samo da nismo snemali pa objavljali, se je to zadržalo v nekem krogu. Zdaj ta spletno nasilje, ki je pa res, ko ti nimaš obraza na drugi strani,
In se mi zdi, da se te že zavedajo, ker če zdaj tebe užalim, bom vedel, kako boš reagiral. Če ti napišem. Kao vse ok, mislim, ok. Si keyboard warrior, rečemo temu, ne? Se pravi, bojevniki za tipkovnico. Ne? To tudi ti je, so to lepa. Ja, saj tu so te, ne, pač. Mislim, kaj manjka spoštovanje, ne. Če se vrnemo nazaj pola, ne, v šolski sistem. Se pravi, ti bi učitelje opolnomočil, a ne. Se pravi, da se mi zdi, tle si isto skupaj povedal kakor Milana, ne, ki je isto napovedal, dej, vi se zmenite, pa rečete, ne boste več tako učili, pa kako boste, pa začnimo drugače, a ne. Sam ne morajo, ker so probali, ne, so bile pobude in vse, ampak pol naši tam ministri to lepo pod mizo dajo, pa to se ne bomo zdaj s tem ukvarjali, ali pa to je stvar debate. In to največja zabava pri nas je, ne, da se problem izpostavi in pol se najde 5 ljudi, ki to o tem debatirajo. Pol tam iščejo rešitve. Pol so pa rešitve, ene so ideološke, druge so nekdo svojo stroko naprej poriva, pa misle, kva ve in zna, ne. Noben pa sploh ni blizu tistemu problemu, ki se na koncu o tem problemu pogovarjajo ljudje, ki sploh niso zraven. In zato je ta podcast, da se pogovarjamo ljudje, ki imamo izkušnje a ne, se pravi, bodo tle tudi gostje, starši, najstniki, ravnatelji, svetovalne delavke, učitelji, strokovnjaki, trenerji, tako pač vsi, ki smo vpeti v to noter, ker je treba začeti govoriti iz izkušenj, ne sam, a ne, tako ki si rekel, mi izpostavimo problem, zdaj imamo pa mi 5 strokovnjakov, ki nič proti njim in super in vse ima svoj smisel, da obstaja, pa rečemo temu, niso vsak dan z temi otroci noter, pa zdaj oni debatirajo o tem, kako se bo stvar rešila, ne, ali pa imajo svoj pogled, kakršenkoli že, ni pa ta pogled tam, da ne dela razlike na terenu, kjer se odvija življenje. Cool. Kako pa mlade ti recimo, ne, da tu gleda nek najstnik, ki čez nekaj gre in zdaj, ki imaš neke izkušnje z njimi, kaj bi jim ti tako priporočal za življenje oziroma kaj neka stvar, ki bi rekel, lej, probaj to, pa ti zna biti malo boljš. Bolj, vsem, da učenje, ta del, pa ne učenje kot, jaz sem bil slab učenec, tako da ne moram biti na tem področju pameten, ampak bolj bi rekel to, da probati iskati informacije, se pogovarjati, spraševati. To, da, mene dostikrat, ki me vprašajo, pa kdaj kdo kakšno tako stvar vpraša, ki vsi pa zavijajo z očmi okoli, ampak ne, saj vprašal je, ne. Ja. Ne se bati tvegati, ker na koncu iz butazga vprašanja lahko ful dobro dobiš, ne, ali pa neko zanimivo iztočnico. Tako da to, da se ne bi toliko bali tvegati, pa ta comfort zone, ne, da se, to je pa težko, sej ljudje smo komfortna bitja in se je težko iz tega spraviti, ampak prej si rekel, ne, da vsi pričakujejo, da boš pol imel plačo za to, da boš delal sam tiste stvari, ki so super. To se na vseh področjih kaže, ne, ločitve. Da se ljudje poročijo in pol mislijo, da bojo zdaj kar srečni do konca svojih dni. Samo od sebe se je zgodilo. Ta prstan to vse omogoča. Pol to malo zagusti, ne, pa pride se dva malo odtujita in pol je kar naenkrat ločitev. Sploh ne iščejo rešitev ljudje, ne. Zato, ker danes to jaz, ne, kaj jaz čutim, kaj jaz mislim, kaj bi moral biti, koliko jaz bla bla, ne, in pol za mlade pa to, da res, da iščejo te informacije, ne. Se pogovarjajo, ne. Drugega, lej, jaz imam tle škatlo, to je škatla, ki je na vsaki delavnici, kjer mi smo, ker oni anonimno napišejo vprašanja, listek vržejo noter, tako da ta škatla je polna vprašanj. In bom zdaj tebe povabil, da boš še eno vprašanje žrebal ven. In boš še njega odgovoril. Karkoli potegneš je okej. Evo, malo da premešam. Tako. Evo, da pokažemo, da je res polno. Ne vem, kjera kamera bo jela. Rečemo, da ta moja. Če ne una, oba snema. Super. Evo.
Ja, en listek. Enega. Ja, Sem dva vzel. Ja, vse vem, mogoče ti dam še eno priložnost. Odvisno, koliko kvaliteta boš Pifler. odgovoril. Da se mora dokazati, da sem ureden tega podcasta. Tako je, da si ga vrede, da smo. Ja, le, tako je, ne. A Ja. veš, povej. Kako dobiti dosti denarja pri mladih letih ali lahko postaneš milijonar? To je prvo vprašanje, pa še eno je. No, da je pover še drugega. Kaj je fora poroke? The best, Kdo? ajde. Cool, povej, kaj bi ti odgovoril? Ti si zdaj pred najstniki, ne veš, kdo je tu vprašal. Rečemo, veliko njih se tu sprašuje, veliko njih bi radi bili uspešno, zaslužili velik denar. In zdaj so ti dali to vprašanje. Ali lahko dobiš ful denarja pri mladih letih oziroma lahko postaneš milijonar? Je odgovor ja. Imamo recimo tega Merlaka, ki je v zelo mladih letih že bil zelo uspešen, je znal svoj potencial izkoristiti, je možgane razmišljajo v to smer in sem njegov podcast poslušal, kako je kot mladži programiral in tako naprej. Tako da verjetno se da, se pravi, en je že dokazal, da se da. Jaz bi rajš rekel, da to ni point life, se pravi, da si milijonar, ker to, da si milijonar, te ne naredi zadovoljnega pa srečnega. Tako da bi rajš rekel, da Sem pa reče, sam brez denarja ne moreš živeti. dejansko ne. In recimo japonska filozofija Ikigai, poznaš? Ja, sem že slišal, ja. Kjer v bistvu kombiniraš 4 elemente. Eden je, kaj je tvoja strast, passion, v čemer si dober, oziroma v čemer si dober, kaj svet potrebuje in zakaj te plačajo dobro. In ko to združiš, si nekako temu Ikigai momentu, kako se to reče. Tako da definitivno položnice pridejo, vsak mesec. Prej ko slej, Ja. Mogoče tle bi te samo stavil, ker dosti mladih je dosti vprašanje. Zakaj šoli učijo kaj uporabnega, ne? Kako plačati položnice? Položnice se plača, ko dobiš, e-banka, skeniraš QR kodo, stisni plačaj in moraš imeti toliko evrov na računu, da gre čez. Malo se hecam, ampak se mi zdi tako zanimivo. Mogoče je tudi ena dilema, dobro, zdaj, če gremo, digitalizacija oziroma denar, ko ni viden, ko imaš ti, ne vem, v žepu 500 evrov ali pa 100 evrov, odvisen, koliko imaš, ti fizično vidiš, koliko to pomeni in kaj to lahko kupiš. Ko imaš ti samo na računu, ko je vse digitalno, ti nimaš občutka, kaj pomeni 5 evrov, 10 evrov, 100 evrov. Res. In ko ti razpolagaš z določenimi sredstvi in dejansko jaz mislim, da manjka to v šolah, so tudi neke pobude in da mladi rotarji izvajajo te delavnice za šole za mlade in tako naprej. Ti to delaš. Pot do uspeha, Ja. sem tudi predaval na poti do uspeha, pa mi imamo bootcampe. In se izobražuje na tej smeri, zakaj se to ne dela, so vedno odgovori različni. Eno je ideološko, se pravi, da se ne dovolj, da bi se to mladi znali, se pravi, da se bolj poslušne ljudi vzgaja. Druga stvar je, logičnega odgovora ne vem, ampak zakaj. Se mi pa zdi, da bi bilo prav, da bi mlade naučili pomenu davkov, se pravi, zakaj plačevati davke. Kako jim jaz to razložim? No, dej, to me zanima. Rečem, da smo enakopravni, nismo pa enakovredni. In pol enakovrednost razlagam tako, če si enakovreden člen te družbe. In zdaj nam se je zgodilo 4-5 mesecev nazaj, je Max pač komaj dihal, pač laringitis je imel, vnetje in je piskal in sta z Uršo šla na urgenco in pa sta ostala čez vikend v bolnici. Pa če realno pogledaš, zdaj, kdo je omogočil skrbo njima dvema? Vsi, ki plačujemo davke pa prispevke. Sprav vsi, ki jih ne, če niso enakovredni člani te družbe, ker ne prispevajo v to noter. Potem tudi rečem, seveda mladi niti niste tle zato, da bi že bili enakovredni člani. Vaša naloga je, da se učite, utrjujete veščine, zaradi katerih en dan boste, in da utrjujete vrednote, po katerih hočete živeti. In tako rečem, tudi pač davki in prispevki grejo v neko, tle je tak sistem, rečem, če ti ni všeč, si preselil v drugo državo, ali pa neki nared, pa ta sistem spremeni. Sem s tem jamranjem, pa neki ne boš. Meni se zdi to, da
davki, Ja. tudi je, ko si rekel, mi smo Mislim, tu jih vsak, sam, da bi malo Ja. pravično. Jaz sem tudi tukaj razburil, kva ta oči. Ne. Tu jim rečem, ker imajo danes veliko mladih mislijo, da so nam, ne, parirajo, da smo tam, a ne. Jaz tudi rečem, ne, tudi ljudje, ki utajajo davke, pa ne plačujejo tega, zame niso enakovreden član družbe, ne. ja. Pač tle smo, če je tak sistem postavljen, tako drug za drugega skrbimo, pustimo zdaj, če so vsi davki upravičeni, višina, tu pa pol, lej, če hočeš nekaj glede tega narediti, jamrej, do takrat boš pa pač plačal, ne. Tako je. To je tudi a ne, v kulturah različnih, ta davčna, ko se to že reče, disciplina oziroma kako ljudje z veseljem plačujejo davke, zelo odvisen od tega, kako dejansko država dela s tem denarjem, a ne, kako ga razporeja. In če imaš ti zgodbe, kot so, a ne, da vsak javni posel je odzadaj korupcija, a ne, seveda ljudje dvomijo, pa ne želijo plačevati davkov. Normalno. To je posledica, a ne, ampak družba pa mislim, da dobro funkcionira, če se vsi zavedamo te odgovornosti, ki jo imamo, a ne, se pravi, da smo danes tukaj, ne zato, ker smo pač kar naenkrat prišli, ne, tako kot Terminator, ki je prišel po sposobnosti, se je pojavil tam in je začel svoje delati, ampak si mogel zrasti do tega nivoja, se pravi, da si do tega nivoja zrastel, si potreboval pomoč. Starši so svoje prihranke, svoj denar dajali za to, da so ti pomagali šolati, da so te peljali na dejavnosti. In ko si ti enkrat starš ali pa odrasla oseba, to naredi za otroka. A ne. Ja, tako je. Tako da isto je z davki. A ne. Tako bi moglo biti, naj bi bilo. To je a ne. spet To je utopija. utopija 3, pika. Ja, posebno poglavje, zakaj plačevati davke. Ja. Cool. In kaj bi rekel, kaj je fora poroke? Kaj je fora poroke? To je pa zelo, lahko je filozofsko vprašanje, lahko je ideološko. Ali pa, ampak Kaj jaz bi ti mislim- rekel, Darko? Evo, zdaj mi te vprašamo, kaj je fora poroke in ti nimaš drugega. Poveš po svoje, kaj je po tvoje fora poroke. Ti už bolj vedo, ker ti si poročena. Ne? Ja. Jaz sicer- Prstana nimam, ker sem ga zgubil. Tako da, svoja zgodba. Ja. Izpuhtel je, dobesedno bom povedal pol, ampak ja. Kaj bi Eh, po tvoje? Tudi če nisi poročen, ja, imaš ja. nek pomen, Ja, daš meni se temu. zdi, da je ena zaveza, da pač odgovornost do osebe, s katero preživljamo. Ona ima eno odgovornost do tebe, se pravi, da se ti počutiš varnega, ljubljenega. Ne? Ti to nekako se zavežeš, da boš to tudi v težkih trenutkih, prej si govorila, ne? Da smo ljudje, ko je malo težje, kar zaenkrat odnehamo, ne? Da večina, da tudi v težjih trenutkih imaš nekoga, na katerega se lahko zanešeš. Ker ko je lepo, so itak vsi zraven, ne? Ko je težko, dosta na tistem res iskreno rata. In ta poroka, če bi bila idealna spet za utopijo, da res je oseba, s katera si želi. Ne? In tudi, da pol to je neka zaveza, da mogoče, ko je težje, ne? Zdaj, če si ti samo par, karkoli, ko se razideš, ne? Pač manj nekih pravnih zadev, lažje je to izpeljati za razhod. Če si pa ti poročen, boš pa dvakrat razmislil, da se boš ločil ali ne. Ali je res razlog tako velik, da to narediš. Cool. Je pa psihološka neka varnost, po mojem, da ko veš, da imaš nekoga. Naj bi bilo. Naj bi bilo, ja, če se držimo vseh teh normativov. Zanimivo. Jaz, mislim, te zanima, kako jaz, ali prosim, okay. Ker si prej nakazal, pa da ti ne polagam vprašanj ust. Meni je fora poroke kaj uspešna združitev dveh svetov. Ne? Jaz sem svoj svet, ona je svoj svet in pa začneva shoditi neko skupno pot. Ne? In pa kar rečeva, ok, zdaj pa želijo ta dva sveta združiti. Še vedno ni v enega, še zmeraj sem jaz svoj vlak, ona svoj vlak, če se tako izrazim. Vsak furava po svojih tenicah, ne morava dva po enemu. Pol zapečateš tu s poroko, ki meni simbolično predstavlja, kaj prstan predstavlja večni krog ljubezni, zato je v krogu, ne? Se nikoli ne konča. Ne? In dejansko prije do te ultimativne zaveze, ko ti izbereš tega človeka, tvojo, ali rečeš temu sorodno dušo, karkoli te že upolnomoči, ampak to je ta tvoj človek, s katerim pa skupaj kreiraš vse naprej življenje, nikoli več ne delaš v življenju nič, brez da pomisliš na to osebo.
kako bo ta odločitev vplivala na to osebo in kontra. In hkrati, ja, tudi definitivno da neko varnost. Lepo je razmišljati, da priješ domov in veš, da te bo tam nekdo čakal, nekdo, ki te ljubi, nekdo, ki ti tu pove, ki ti tu pokaže. Zdaj, ki imava 2 sina, skrbi, ona trenutno za fante, da jaz le lahko delam zdaj, kar delam. Ja, da ti bi rekel tudi eno podlago, da naj bi, ampak v najnem primeru, da v življenju lahko živiš svoje sanje in imaš navijače in tudi, če vse propade, je še zmeraj tam in te bo ljubila v mojem primeru in jaz z njo ni važno, kaj se zgodi. Razen, če se prekršijo dogovori, ki se sklenejo ob poroki. To pa tudi mislim, da je nekaj, kar bi se vsak par lahko malo pogovoril, pa da se ve. Tako da, ampak na koncu je meni to tako, pač uspešna združitev 2 svetov in zapečataš to. Rečemo, včasih je imelo večjo moralo, pač vera, pač tako naprej, pred Bogom, vesoljem, življenjem, se zavežeš, da daš besedo, neka najmočnejša stvar. Edina, ki jo kot človek imaš, je beseda, in kolikor je vredna tvoja beseda, to si vreden ti. In tle je neka stvar, ki jo vsak dan znova dokazuješ, ali si ali nisi. Tako da, to je poroka zame. Tako da, prej so omenila, da delam bootcampe. Mene zdaj zanima, Darko, a bi ti bil gost na našem bootcampu? 7 fantov bo, ena vila je tu, noter je bazen, sauna, lahko boš vse uporabil, hrana bo top. Sami si kuhamo in sam top sestavine kupimo, da je vse na nivoju. Oni imajo 2 treninga na dan, 3 delavnice za mindset oziroma veščine. Tako da ti bi prišel, jaz te vidim kot gosta, ki bi jim prišel predati neke veščine, bi rekel temu neke odpornosti, čustvene odpornosti, kako lahko tudi kot, rečemo temu, oseba z invalidnostjo oziroma drugačen, uspeš in da ni meja. Tako da me zanima, če si za. Z veseljem. The best, evo, za vse, če kdo razmišlja, ali je vredno, ni vredno poslati. Milan je tudi že potrdil, tako da ti, pa bo še en gost, pač vse lahko povem, Gregor Kosi je tudi potrdil, pa Mirza iz BeLife bo prišel povedati, kako se fura biznis oziroma postav podjetje iz svoje otroške sobe v neko proizvodnjo, tako da tu bojo gosti. Tako da, evo, hvala ti. Za konec, imaš ti kakšno vprašanje zame? Kaj karkoli, kar te zanima v meni, pa še ne veš, pa bi furat vedel, oziroma bi tu, rečemo temu, nadgradilo najin odnos. Ja, mislim, tako, kaj te toliko driva, da se to, recimo, z mladimi ukvarjaš in ja, kaj je res tisti tvoj notranji drive, kdaj si začutil, da to želiš delati, pa... Ok. Sprav že kot najstnik sem imel veliko vprašanj, pa nisem dobil nekih realnih odgovorov, ali pa zame realnih, tako nekaj mi je skus manjkalo, zmeraj me je zanimalo, zakaj, kaj je zadej. In sem to skus raziskoval in pol, ko mi je Dejan Soterov dal priložnost pri Marčnih bojevnikih biti kot mentor in pol vodja taborov in pol me je vzel sabo na delavnico, če ne veš, vprašaj, ker tudi še vedno izvajamo v dogovoru z njimi. Sem videl, tu bi jaz rad delal. Ko sem jaz dobil vprašanje, pa sem odgovoril, pa so pol na feedbackih pisali, Jernej me je motiviral, zdaj mi je malo lažje v življenju, anonimni feedbacki, jaz bi bil tudi tak, on. Sem videl, da nekaj imam, kar dela spremembo tukaj zdaj, razliko tukaj zdaj in da mladi to rabijo. In pa sem v bistvu ta projekt prijel, takrat pod okriljem še Marčnih bojevnikov in driva me tu, da bi rad ta svet pustil boljši, ki sem ga najdel. Tu, da smo čist malo stran od tega, bi res rekel, sožitja na planetu in tu je, če bi se vsi ljudje spoštovali med sabo, bi izginilo 99% problemov. In prihodnost sveta stoji na miselnosti mladih, tako da boš ti en dan imel družino, si verjetno želiš neko družbo, v katero bojo stopili tvoji otroci, Tako si jaz želim za moje vnuke, za tvoje vnuke in za vsazga, da kamorkoli priješ,
dobiš najmanj spoštljiv odnos in vse ostalo si pa naredimo sami. Tako to me drive, ja. Top. Hvala. Še kakšno vprašanje? To je to. Veš, kaj, nisem se pripravil. Nisem se, mora gosta, že dej priprav se, Ja, ja. kaj boš tudi ti mene Ja, lahko bom spraševal. sprašal. Ja, ja. Cool. Evo, lej, bi reč karkoli povedal za konc. Ja, v bistvu bi se zahvalil za povabilo in Mhm. to, da se sojila. Se mi zdi, da res družijo neke take skupne vrednote in cilji in želje, tako da se res veselim tudi kakšnega sodelovanja za naprej, predvsem pa to, da sem res vesel, da so ljudje tako, kot si ti, a ne, da se trudijo, da v mladih vidijo potencial, vidimo potencial, a ne, da res, da družba rab to, da se res gradi prihodnost, ne samo sedanjost. A ne. Tako, the best, Darko. Hvala ti.